Pozdravljeni. Današnja okrogla miza je uvod v širši družbeni razmislek. Razgovor, ki danes o prekariatu poteka v javnosti, je namreč potrebno intenzivirati in s tem spodbuditi iskanje novih rešitev in sočasno povečati družbeni pritisk na odločevalce. Ukrepi, ki jih država izvaja za to, da bi se soočila s strmim naraščanjem prekarnega dela, so dobrodošli. Je pa pomembno, da se razvijajo in dopolnjujejo, ker je ta ista država še pred 5 leti zelo intenzivno in subvencionirano podpirala rast prekariata. Zelo pomembno je, da pri iskanju rešitev sodelujejo tudi sindikati, kot tisti socialni partner, ki zastopa interese dela in ki ima izdatno 1,5 let dolgo izkušnjo boja za zaščito delavcev. Delo je brez močne povezanosti in solidarnosti v odnosu do kapitala v vseh pogledih v podrejenem položaju. Je pa potrebno najti komunikacijske metode, s katerimi se bo dalo zajeti in artikulirati interese prekariata. In s tem angažirati večino od 350.000 Slovenk in Slovencev, ki so danes njegov del na tak ali drugačen način. V organizaciji dogodka smo se povezali člani uredništva bloga Skozi oči prekariata, člani gibanja za dostojno delo in socialno družbo in ekipa Kina Šiška. Podprli so nas člani Sindikata vzgoje in izobraževanja, člani Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, člani Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Pri organizaciji pa so velik delež prispevali tudi študentske, mladinske in nevladne organizacije, imena katerih so podana na zaslonu. Pa tudi tiste stranke, ki so v prekarnosti videle pomembno družbeno temo. Okrogla miza je sestavljena iz 2 delov. Najprej bodo o prekarnosti spregovorili člani omizja, potem pa boste za vprašanje lahko sodelovali vsi. Naj torej predstavim sogovornike. Profesor dr. Jože Mencinger, je predaval na Pravni in ekonomski fakulteti v Ljubljani, sedaj pa dela na Ekonomskem inštitutu. V intervjuju, ki smo ga imeli z njim, je dejal, da bodo prerazporeditve družbenega bogatstva prišlo nasilno, če se nesorazmerja in neenakosti ne bodo zmanjšale na pameten in premišljen način. Profesorica dr. Vesna Vuk-Godina se socialno in politično antropologijo ukvarja na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Opozarja na dejstvo, da prekarci zaradi boja za vsakodnevno preživetje enostavno nimajo časa za upor zoper okoliščine, ki jih potiskajo ob rob. V omizju imamo tudi predstavnike socialnih partnerjev. Jakob Počevalšek, je predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. V pogovoru za našo spletno stran je dejal, da je borba za pravice prekarcev dejansko v interesu vseh delavcev in s tem izkazal pripravljenost sindikatov za obrambo pravic delavcev. Peter Pogačar je državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Marko Funkel pa je predsednik gibanja za dostojno delo in socialno družbo in predsednik sindikata prekarcev. Profesor Guy Standing, eden od najbolj znanih proučevalcev prekariata, se nam je opravičil. Diskurza z nami se je lotil celostno. Z njim smo naredili intervju, ki je bil objavljen v zadnji Delovi sobotni prilogi. Je pa moral zaradi nepredvidenih dogodkov prihod v Ljubljano prestaviti. V februarju 2017, ko bo Krtina prevedla njegovo knjigo Prekariat, nevarni novi razred, bo prišel. Sicer pa nam je namenil tole pismo.
Dame in gospodje, boj za pravice prekarcev se vztrajno širi po Evropi in drugod po svetu. Posamezniki se povezujejo v skupine in vključujejo v politične aktivnosti, beseda prekariat pa postaja vse bolj jasno opredeljena. Družba se problema vedno bolj zaveda in temu primerno tudi deluje. Dober pokazatelj vedno večje družbene zavesti je tudi okrogla miza, ki jo organizirate v Kinu Šiški in ostali dogodki o prekariatu. Rad bi bil danes v vaši družbi, a žal so mi neizogibne obveznosti preprečile sodelovanje na okrogli mizi in moj obisk v Sloveniji predstavile na februar 2017. Zelo pomembno je, da sta se razpravi pridružila dr. Mencinger in doktorica Vuk-Godina, prav tako pa tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Jakob Počivavšek, ter državni sekretar gospod Pogačar. Z razpravo bodo nedvomno podali pomembne poglede na temo prekariata. Bistvenega pomena pa je, da ljudje, ki živijo in delajo v prekarnih oblikah dela, pristopijo k oblikovanju nastajajočega gibanja. Gospod Poglajen, vaš gostitelj, gospod Funkl, predsednik novonastalega sindikata prekarcev in ostali člani gibanja so z novo refleksijo družbe opravili pomembno delo. Vsak nastajajoči razred se je v zgodovini moral boriti za nove pravice ter za priznanje identitete in svojega mesta v družbi. To so morali storiti tako kmetje, kot tudi proletarci. Zdaj pa je čas, da to storijo prekarci. Tega ne bo nihče storil namesto vas. Bodite odločni in vztrajni. Glejte naprej. Dr. Guy Standing. Manjka predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, se pravi njen generalni direktor. Najprej smo bili dogovorjeni z njim, nato z izvršno direktorico zadolženo za socialni dialog, na koncu pa stol, na katerem bi predstavniki kapitala predstavili svoje poglede, ostaja prazen. Dogodek se sicer snema, posnetki pa bodo dosegljivi na spletni strani skozi oči prekariata. Pa najprej opredelimo sam kontekst prekarnosti. Živimo v svetu, ki je globaliziran. Pravijo, da imamo zaradi razvoja tehnologij in nekaterih politik, ki migracijo študentov in delavcev spodbujajo na evropski ravni, vsi možnosti za svobodno izbiro življenjskega prostora in osebnih ciljev. Je pa današnji čas, v katerem sta individualizem in nezainteresiranost za udeležbo pri odločanju v skupnih zadevah na izjemno visokem nivoju. Profesorica Vuk-Godina, če se najprej osredotočimo na širši kontekst, v katerem se družba razvija, je prav, da citiramo Francisa Fukuyamo. Fukuyama je v 90-ih letih prejšnjega stoletja dejal, da smo v idealnem stanju, da smo v sistemu, ki dopušča reševanje vseh družbenih izzivov. Kako gledate na obstoječo predstavniško demokracijo, gre dejansko za skrajni doseg sodobne demokracije? Ja, če zdaj govorimo o demokraciji, je seveda odgovor ne. Vse institucije, če kaj antropologi vemo, je treba kontekstualizirati jih je treba zgodovinsko, kontekstualizirati jih je treba socialno in seveda daleč od tega, da bi bila predstavniška demokracija kakšen najvišji, bi rekla, nivo, to je ta logika, je pač evolucionistična iz 19. stoletja, ki so antropologi v 20. stoletju tako ali tako že zavrgli, da bi torej šlo za nek linearni razvoj institucij k vedno višjim ali pa bolj popolnim oblikam. Predstavniška demokracija je tip demokracije, ki ustreza sodobnemu ustroju kapitalističnih družb in seveda predvsem tistim, ki imajo v tej družbi ali pa v tem ustroju moč. To pa seveda niso ne delavci, ne prekarci, ampak kapitala. Tako da v tej luči je treba zelo natančno vedeti, kaj predstavniška demokracija je. In seveda mislim, če smem dodati, ker imava omejitev časa, mislim, da kakšnih posebno velikih upov v to institucijo ne gre polagati. Posebej ne, če seveda upoštevamo zgodovinske tirnice, ki so značilne za Slovence.
ker za Slovence je pa 1500 let značilna neposredna demokracija, a ne, z neposredno participacijo posebej o vprašanjih, ki zadevajo preživetje. A ne, ko seveda govorimo o prekarnosti, govorimo o preživetju, ne, in o teh strategijah, ki bi pač morale biti družbeno organizirane na ta način, da bi ljudem omogočale preživetje. Tako da pač zdaj pač samo kakih posebnih upov ne polagam v parlamentarno demokracijo in sem bila seveda tudi, ko sem v Ameriki delala in živela strani mojih kolegov, kritizirana zaradi tega, a ne, ker so mi rekli, kaj pač jaz imam toliko proti temu tipu demokracije, pa sem rekla, da pač kot Evropejka imam zgodovinski spomin, pa če se malo spomnimo, kako je bilo s Hitlerjem, pač ne, to je bila neka lekcija, ne, iz katere bi se morali nekaj naučiti zdaj, da če Američani se niso nič naučili, kar je precej pogosto za njih, ne, ko gre za evropsko zgodovino, ampak Evropejci pa nekih dejstev vseeno ne bi smeli pozabiti, ne, če zdaj pač samo o demokraciji govoriva, ne. Jaz sprašujem Korona se tam odzadi, če imajo nadzor nad časom? Okay. Zdaj je bilo, ok. Se pravi, še eno vprašanje za vas, profesorca. Z razvojem neoliberalizma se je razvil mit o individualnem uspehu, se pravi o uspehu, ki ga posameznik v svetu neomejenih možnosti lahko doseže z voljo in vztrajnostjo, ter o popolni svobodi, ki ga lahko do takega uspeha pripelje. S profesorjem Miheljakom sva govorila o pojmu tako imenovane navidezne svobode. Kako na koncept svobode gledate vi? Koliko svobode ima človek po zaključku izobraževanja? Zdaj, za svobode pač enako kot antropologinja rečem, tako kot za vsako stvarjo, ne, treba je spet pogledati konteksta, ne, kje, kdaj, ne, katero zgodovinsko obdobje, katere družbe. Zdaj, problem svobode je nekaj, kar je značilno tudi za Evropejce, relativno, bi rekla, če evropsko zgodovino pogledamo, ni to neka permanentna obsesija, ne. Pač je ta interes oziroma obsesija predvsej zgodovinsko sovpada z nastankom in uveljavitvijo kapitalizma, kar seveda je, bi rekla, tudi politično-ekonomsko razumljivo, ne. Zdaj, samo govorenje o svobodi je seveda čisto ideološko polje, zaradi tega, ker mislim, da nimamo niti ene definicije, kaj svoboda sploh je, s katero bi se strinjali, ne. Danes se kaže to kot, da je svoboda to, da lahko počneš karkoli hočeš, kar verjetno pač ni svoboda, ne, ampak zdaj se ne bova v to spuščala. Tako da seveda svoboda je nek pesek v oči, ki se meče ljudem recimo v Ameriki, ne. V Ameriki je Američanom je čisto vseeno, ali imajo službo ali nimajo službo, ali so revni ali so bogati, ampak oni so great nation zaradi tega, ker pač imajo de-freedom, ne, se pravi, oni imajo edino pravo obliko svobode. Se pravi, to je čista ideološka zaslepitev, ki onemogoča kakršnokoli razumevanje tega, kar se dejansko dogaja. Zdaj, kar pa se zadeva tistega drugega podvprašanja, ki ste mi ga dali, kakšne možnosti imate potem, ko končate izobrazbo, to je spet odvisno, kje, ne, torej v Sloveniji imate, pač se vidimo, kakšne možnosti, nimate jih, ne, oziroma zdaj pač, kot vidimo, pač tudi gledam jaz, moje študente pa so šolke, moje hčere, to so zdaj ljudje, ki so stari okoli 30, recimo, ne, oni so dejansko obsojeni na prekarnost, ne, in kar je najbolj grozno po moje je to, da so oni to mentalno sprejeli kot racionalno smiselno delovanje, ne, ker če jaz njim rečem, ja, pa tako ne boste imeli nikoli penzije, pa tako ne boste nikoli imeli nič, ne, pač dovolili delovne dobe, oni pravijo, kaka penzija, kaka delovna doba, kaka redna služba, in to mislim, da je zelo nevarno, ne. In to mi moram povedati, da tudi na fakulteti žal, tudi nekateri kolegi, ki delajo za študente, ki jim predavajo, razlagajo, da to, da pač dela svobodno na trgu, da nimaš delovnega časa, da ne hodiš v službe, je svoboda, namesto prekarnost, ne, oziroma suženstvo, ne. Tako da zdaj pač to svoboda je križ. Zdaj pa je piskalo, ne, tako da moram nehati redati. Zdaj pa vprašanje za vas, profesor Mencinger. Cene izdelkov so selitvijo proizvodnje na vzhod začeli zelo strmo padati. Pravice in standard delavcev v Evropi in v Ameriki pa ravno tako. Kako je ta proces mogoče ustaviti? Je embargo izdelkov suženjskega izvora pravi, predvsem pa izvedljiv ukrep? No, na to zelo težko odgovorim, kaj je pravi izziv, ampak prekarstvo ni nekaj novega. Včasih smo imeli dinarje in so delali to približno to, zdaj se je seveda ta pojem razširil na zelo različne oblike nestandardnega zaposlovanja,
kot standardov zaposlovanja še zmeraj razumejo zaposlovanje za nedoločen čas, ki je človek v službi zaradi mene, ko je prišel, pa potem, ko gre v penzijo, gre pa konča delo, tega več ni. Kar se tiče v svetu, je pa po moje, vsaj z evropskega stališča, tu malo pozno. Tu je problem globalizacija. Evropa je v svojih strategijah proglašala lizbonskih, da bomo ustvarili družbo znanja, kar je impliciralo, da bomo znanje prodajali Kitajcem, Kitajci pa nam poceni produkte. Znanje je seveda zdaj na Kitajskem bistveno več kot v Evropi, od tega ni bilo nič in tu se pravzaprav Evropa v teh idejah še zmeraj ni ustavila. Res je, te strategije so se pokazale kot predvsem zgrešene. Obenem imamo pa zdaj neko strategijo Evropa 2020, ki je spet nič drugega kot v bistvu same fraze. A se bo to končalo ali se ne bo končalo, je pa pravzaprav težko reči, čeprav nekaj upanja je. Prekarno delo je pravzaprav nastaja, če gledate strani podjetnika, z 3 razlogov. En je fleksibilnost, ker ima on se menja pač povpraševanje po njegovih produktih, pa poskuša enostavno prilagajati delo, na ta način se delo spremeni v reprodukcijski material. Ta drugi problem, ki ga ima, je tehnološki napredek. Tehnološki napredek povzroča, da nič več ne rabiš strokovnjakov za posamezno delo. Izučeni so, ampak rabiš samo ljudi, ki zaradi mene v stroju delajo enostavne neke gibe. In tretji razlog je seveda, te ljudje so cenejši iz teh razlogov, tako da je težko zaustaviti. Ne glede na to, pa jaz mislim, da nekaj upanja je, da se stvari spreminjajo. Moram reči, veliko upanja me dajeta 2 socialista. Pri nas je bil socializem, pa samo upravljanje neka beseda, ki je v 25 let nihče ni hotel uporabljati. Zdaj smo le dobili neko stranko Združeno levico, ki jo ni stran govoriti o socializmu. V svetu imamo pa po moje vsaj 2 socialista, eden je implicitni, to je papež Frančišek, ta drugi je pa Bernie Sanders, ki je za moj okus naredil neverjeten prodor. V Ameriki govoriti o socializmu je bilo nekaj povsem nemogočega. On je pa pridobil izredno veliko glasov, tako da tule jaz vidim neke premike vseeno v svetu, pa je po imenovanju vsega. Pa še eno vprašanje za vas. Namreč, kakšni so po vašem mnenju ekonomski razlogi, se delno ste že odgovorili, za razvoj prekariata? V tistem hipu, ko imate te pogoje, tehnološki napredek, pa to naprej so izpolnjeni pogoji, da konkuriraš. In dokler bo v svetu osnovna ideja konkurenčnost, tog časa nima nobenih šans. Konkurenčnost, če pa vsi povečujejo konkurenčnost, smo pa zmeraj vsi na istem, samo da je zmeraj več brezposelnih. To se pravi, morate iskati neko drugo rešitev, iz tega van ta ideja konkurenčnosti pa zaenkrat še zmeraj ne bojo zapustili, ker če gledate razne razprave, zaradi mene pa lestvice, potem smo pri nas zelo žalostni, če smo padli na lestvico konkurenčnosti ali pa ekonomske svobode. Jaz sem seveda navdušen, če pademo na lestvice ekonomske svobode, ampak to se pri nas obravnava kot nekakšno tragedijo, ker je čista neumnost takih meril, imate kakor hočete, in da se celo empirično ugotoviti, da če se izboljšuješ po enih merilih, ki so za mene socialno bližja, potem padaš po drugih merilih, ampak zaenkrat je pač tako, da naše oblasti še zmeraj to konkurenčnost jemljajo zelo da resno. Torej, gospod Pogačar, v čem ministrstvu vidite razliko med prekarnostjo in freelancerstvom? Freelancerstvo daje občutek svobode, če se na profesor Vogodina navežem, ko je ravno rekla, da imajo ljudje občutek, da so svobodni, kljub temu, da je to lažna svoboda. Prekarnost pa je tisto, kjer si prisiljen. Vendar tudi freelancerstvo, ki je svobodno, prostovoljna odločitev za nek samostojen poklic, če se upravlja legalno in delavcu, osebi, ki to delo upravlja, v tem primeru ne moramo o delavcu govoriti, ne zagotavlja ekonomske, pravne in socialne varnosti, je to prekarno delo. Se pravi, ključna, kjer bi bilo potrebno neko debato imeti, kaj sploh je danes definicija prekarnega dela. A je prekarno delo vsako delo, ki se zakonito upravlja in ki ni pogodba o zaposlitvi.
Ne? Se pravi, ministrstvo vidi prekarno delo kot tisto delo, ki posamezniku ne nudi, sem že rekel, ne vem, ekonomske, se pravi zneska minimalnega plačila, pravne varnosti, se pravi, da delavec nima neke oseba, ki to delo opravlja, nima neke pravne varnosti, pravne zaščite, učinkovite pravne zaščite, ne samo na papirju, in socialne varnosti, se pravi, da se od njegovega dela ne plačujejo socialni prispevki. Dobro, to smo v zadnjih letih na ministrstvu uvedli, vsako delo šteje, od vseh oblik dela uvedli plačilo prispevkov za socialna zavarovanja, vendar moramo zdaj narediti še na drugi strani, ne? Na kakšen način jim priznavati pravice, ker jim ne priznavamo enako pravice iz socialnih zavarovanj tistemu, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pa tistemu, ki je delo opravljal na podlagi civilno-pravnih pogodb. Zdi se mi ključno poudariti, da ko govorimo o prekarnem delu, mi smo ena redkih držav, ki ima v zakonu natančno definiran, kdaj so podani elementi delovnega razmerja in mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Se pravi, če se delo opravlja v nasprotju s temi elementi, pomeni, da gre za zlorabo zakona in gre za prekarno delo. Morda bi se navezal na to, kar je profesor Mencigar rekel, če mi je dovoljeno, ker mi je zelo zanimivo, ko govorimo o konkurenčnosti, pa vedno gledamo daljni vzhod, ne? Ampak poslušajte, se tudi evropske države znotraj Evropske unije med seboj tekmujejo po konkurenčnosti. Se celotna Evropa že eno leto pa pol se meni okrog, bom rekel, direktive o napotenih. Ali bo z direktivo o napotenih, o pravilih glede proti socialnemu dumpingu, že leto pa pol ne dosežejo države medsebojno soglasja. Že znotraj, pri nas smo imeli težave, en del je poudaril konkurenčnost, en del je poudaril, da mi ne podpiramo socialnega dumpinga. Tako da vedno, ko zviška gledamo, celine tekmujejo med sabo države v konkurenčnosti, tudi znotraj Evropske unije bi mogel biti opravljen nek razmislek, ali si bodo države znotraj evropskega trga dejansko konkurirale s konkurenčnostjo, se pravi z stroški dela in tako naprej. Tako da veliki izzivov tukaj. Gospod Počivalšek, sindikati se pri vključitvi in angažmaju prekarnih delavcev srečujete s precejšnjimi izzivi. Kje je največja težava pri aktivaciji prekariata? Ja, zdaj, organiziranje prekarnih delavcev ni sam problem slovenskih sindikatov, to je skoraj bi lahko rekel globalen problem oziroma problem sindikatov pravzaprav v vseh državah. In razlogov za to je po moje cela vrsta pravzaprav. Zdaj, eden od teh razlogov je gotovo v bistvu sama narava prekernega v bistvu tega razmerja, ki postavlja delavca v podrejen položaj, v zelo podrejen položaj proti svojemu delodajalcu. Jasno to povzroča nek strah se izpostaviti, se organizirati, se postaviti za svoje pravice, dokler pač to ne preraste nekih še, bom rekel, znosnih, kako bi rekel, pogojev dela. Drugo je sama organizacija dela, tudi sprememba organizacije dela. Pogosto se pač dela opravljajo na terenu, ni nujno, da so ti delavci vključeni v kolektive, na terenu se opravlja preko pač informacijske tehnologije in zato je pač problematičen dostop do prekernih delavcev. Prekerni delavci pogosto prehajajo med delodajalci, med panogami in zato v bistvu v neki strukturi obstoječi, recimo sindikalne organiziranosti, je relativno težko zagotoviti, da ostanejo del nekega kolektivnega organiziranja. In nenazadnje, jaz mislim, da je ena pomembnejših zadev je pravzaprav oblikovanje nekega skupnega imenovalca prekernih delavcev. Dejstvo je, da gre za zelo heterogeno skupino ljudi, ker ni kolektivno organizirana, zaenkrat ni še artikulirala pravzaprav svojih pravih interesov. Če pogledam z vidika sindikata, sindikati smo se v zadnjem času, jaz mislim, da lahko govorim za veliko večino sindikatov, recimo kar se tiče Pergama, leta 2011 smo odprli, če tako rečem, svojo organizacijo za delavce, ki delajo na različnih podlagah,
pravnih, ne samo po pogodbi o zaposlitvi, tudi v programskih dokumentih imamo to opredeljeno, ampak v bistvu sindikati v tem trenutku, jaz mislim, da nekako predvidevamo, kaj je interes prekernih delavcev. Medtem ko na drugi strani ni nekega feedbacka, da bi dobili potrditev, da pravzaprav to, za kar se zavzemamo, je dejansko tisto, kar je interes prekernih delavcev. In ko se pripravljajo spremembe delovnopravne zakonodaje, v smislu novih pooblastil inšpektorata, razmerja, ki ima vse elemente delovnega razmerja in tako naprej, seveda mi imamo svojo agendo, in v bistvu tisto, kar bi si mi želeli, je, da bi dobili v bistvu tudi strani prekernih delavcev potrditev in artikulacijo v bistvu tega interesa, da je to tisto, kar si prekerni delavci želijo. In s tem bi tudi lažje vsebinsko nagovorili v bistvu to populacijo. Torej, gospod Funkal, ustanovili ste sindikat prekercev, vodite pa tudi gibanje za dostojno delo in socialno družbo. V čem se organizacije razlikujeta? Kaj lahko katera od njih naredi za prekerce? Hvala za besedo. Jaz bi mogoče ne iskal opisov organizacij, se mi zdi, da je vsebina vendarle na prvem mestu. Menim, da je neka nevladna organizacija, kakršna je bila gibanje za dostojno delo, prišlo tiste okvirje nevladne organizacije in da je logični naslednji korak organizacija v sindikat. In sam vidim tu kot eno tistih progresivnih možnosti, ne samo na strani sindikatov, ampak na strani delavcev, da dobijo sindikat prekarcev, ker enostavno mislimo, da je potrebno narediti korak naprej tudi na sindikalnem organiziranju teh delavcev in ne nazadnje tudi na progresivnosti sindikalnega gibanja nasploh, ki se mi zdi, da je mečkeno zaspalo. In tisto, kar se meni zdi ključno pri vsem tem, in to je naš osrednji cilj, je vloga države, ki jo država ima in njeni organi. En moj kolega je rekel, da bi lahko to primerjali s to primerjavo. Prekarnost je na nek način rak. Rak, ki razjeda državo, ministrstvo ga pa zdravi z aspirini namesto s kemoterapijo. Se pravi, meni se zdi ta primerjava zelo nazorna. Se pravi, mi imamo še vedno kolektivna pogajanja, kot smo slišali, se pravi, nek samostojni podjetnik ne ve, kaj je to kolektivna pogodba, to je država, in imamo na nek način na drugi strani tako imenovan socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta, kar je seveda dobra pridobitev sindikatov iz prejšnjega stoletja, ko se je izboril 8-urni delovnik, in hkrati tudi v bistvu neka oblika fordističnega organiziranja delovne sile in socialne države, hkrati pa imamo danes postfordistično obliko dela in mogoče malce zastarel način sprejemanja delovno-socialne zakonodaje, iz katerega so v bistvu prekarci na nek način izključeni. Raziskave kažejo, da je pri nam 41% delavcev v atipičnih oblikah, medtem ko zakon delovnih razmerjih predvideva, da je to zgolj izjema in se pravi, na eni strani imamo to, da bo hmali izjem več kot pravila. In to se mi zdi ključen rezultat, ki ga moramo vsi najti. O principih, kako to dosež, pa verjamem, da bomo še kasneje. O tem, ali je prekariat novi razred ali je del delavskega razreda med stroko ni soglasja. Profesori, kot je dr. Guy Standing, pravijo, da gre za nov razred. Profesori, ki gradijo na kontinentalni tradiciji, pa da gre za del delavskega razreda, ki pa se še ni povsem definiral in uskladil. Ne glede na prepričanje pa ostaja soglasje, da prekarnost v vsakem primeru vpliva na družbo kot celoto. Profesorica Vuk Godina, dejali ste, da se vrednote spreminjajo v generacijah in da smo Slovenci ljudje, ki smo že od srednjega veka naprej podajali zelo veliko na skupnost, solidarnost in na komunitarizem. Kaj se je zgodilo, da smo naenkrat prevzeli vrednote individualizma? Pravzaprav jih nismo, ampak tisti kolektivizem, mi smo egalitarni kolektivisti, če lahko z dvema besedama opišemo slovensko socialno zgodovinsko tirnico. Ampak zdaj treba je biti jasna, ta egalitarni kolektivizem je zadeval samo mojo preživetveno skupino, ki je bila originalno domačija. In ker se danes te domačije ponovno organizirajo na faksu, na katedri, na oddelkih, v bolnicah. Vsi so organizirani v
Domačije. Domačije je torej ena takšna socialna organizacija, ni nujno, da ste kmetje za to, da imate, kjer se ljudje združujejo med sabo, tako da ukrepijo svojo moč, ki jo uporabijo za to, da sebi kot kolektivu zagotovijo preživetje. Torej, sama ideja, ki smo mi pripeljali potem iz protestantskega kapitalizma sema, pač ob koncu socializma in začetku kapitalizma, ki se seveda ni tako imenoval, da pač naj posameznik sam poskrbi za sebe. To je nekaj, kar, oprostite, Slovenci zelo dobro vejo, da posameznik sam ne more poskrbeti za sebe, tudi tisti, ki so pač pokradli tistih 80 milijard, ki so zginile iz vrednosti te države, ali karkoli se je s tem že zgodilo, tega niso naredili sami, ampak v okviru nekih domačij. Zdaj, domačija je visoko socialna navznoter, če vzamemo recimo kmečko domačijo, združuje se delo, združuje se produkt, deli se produkt po potrebah članov. Tisti člani dobijo produkt, ki ga potrebujejo za preživetje, neodvisno od količine in kvalitete dela. To se pravi, domačije, recimo, če vzamemo kmečko domačijo, preživi tudi starce, otroke, torej tudi tiste, ki ne morejo sami delati. Hkrati pa kaže visoko asocialnost navzven, ven iz svoje skupine. In ta asocialnost nas dejansko zdaj toče, ker pač proučevanja tega tipa organizacij, ker to je pravzaprav večinska socialna organizacija za večino družb, ker pač večina družb je bila poljedelskih, kaže na to, da ko pride kriza, še tisto malo socialnosti, ki jo te enote kažejo navzven, neha obstajati. In to imamo zdaj. Imate pač neko skupino, manjšo skupino ljudi, ki se poznajo, ki seveda zlorabljajo zakone in vse, kar je treba, tako kot pač je domačija vedno delala, kot je tudi Martin Krpan vedno delal, naš narodni junak, in potem skrbijo za svoje preživetje, ob tem pa se ne ozirajo na celoto. In to je tisto, ta asocialnost, se pravi, to v resnici poteka skupaj, Ja. Torej, profesor Menciker, delodajalci so nekoč poudarjali, da lahko delavec naredi največ, če dela v stabilnih razmerah in če je sprejet kot enakopraven del odločevalskega procesa. To je dejal tudi Jože Mermal, predsednik uprave BTC. Kaj se je v preteklih 25 letih zgodilo, da so delavci iz subjekta postali potrošni material? Poglejte, najprej na delodajalce. Tu so si sami prilastili vlogo delodajalcev. V bistvu gre za ljudi, ki imajo individualne pogodbe, za razliko od tistih, ki imajo kolektivne pogodbe. Vsi so pa delojemalci, zdaj se pa sami grejo za delodajalce. Seveda, te odnosi so lahko zelo različni. Tudi prej ste omenili problem definicije prekarnega dela. Zakaj ni neke povezave? Je to poseben delovski razred, je del delovskega razreda? Meni se zdi, da je to povsem razumljiv, ker imate zelo različne oblike tega, kar imenujemo prekarno delo. Vi imate delo za določen čas, pa delo za krajši delovni čas, potem pa imate tudi takšne stvari, kot so agencije za prodajo delavcev. To ni nič drugega kot neko suženjstvo in to enostavno treba odpreti, ukiniti. Potem imate pa zelo eno skupino prekarjancev, ki so zelo ranljiva skupina. To so tisti, ki imajo SP. V frizerskem salonu, kjer je 5 stolov, imate 5 podjetij in zdaj govorimo o tem, kakšno podjetništvo imamo. To so najbolj občutljiva oblika prekarjanstva, da pridemo zdaj do najnovejše oblike, to je pa ta Uber, ker delovnega razmerja sploh ni, ampak samo še storitve. Tako da je razumljiv, da je situacija takšna, kot je. Je pa seveda problem tem, da smo bili preveč zagreti za kapitalizem leta 1991, takrat niti nič, hotel nismo slišati o kakšnem delovskem odkupu in tako naprej, to, kar ste zdaj govorili, takrat je bilo to neka tabu tema, nadaljevanje samoupravljanja in podobne stvari. In zdaj smo seveda prišli spet v točko, kjer začenjamo tam, kjer smo davno pred tem že nehali. Davno pred letom 90 imamo pa participacija delavcev na dobičku, pa odkup delavc, pa soupravljanje in take stvari, to se pravi, se vračamo daleč nazaj, zato da smo samoupravljanje kot nekaj dostojnega veljavili, bilo treba od leta 50 pa do leta 90, šele takrat smo imeli, zdaj imamo kar spet okrog. Torej, gospod Pogačar,
Gospod Pogačar, za prekerce je v največjem delu značilno, da morajo urejati temeljna zdravstvena in pokojninska zavarovanja sami in da si zaradi nestalnosti zaposlitev ne morejo zagotoviti kredita za nakup stanovanj. Zakaj država prekernost v preteklosti vzpodbujala? Tukaj se prav nanašam na SP-je, pa na subvencije za odpiranje SP-ov. Kakšen je bil premislek ob uvedbi visokih subvencij za odpiranje SP-ov nekaj let nazaj? Ja, se ravno to sem želel povedati, nekaj let nazaj je bil ta razmislek. Lahko rečem, da v zadnjih 4 letih na Ministrstvu za delo ni bilo niti enega programa spodbujanja zaposlovanja, ki bi subvencioniral katerokoli drugo obliko dela, kot je pogodba o zaposlitvi. To je potrebno povedati. Mi pa ves čas se mi zdi, da se vsi skupaj vrtimo v nekem začaranem krogu. Poglejte, v frizerskem salonu 5 frizer kot SP. To je nezakonito, tega ne sme biti in to je treba učinkovito preganjati. Zato imamo inšpektorat za delo in za novo spremembo zakonodaje tudi bolj učinkovita pooblastila inšpektorjev, da bomo te ljudi zaščitili. Drugo vprašanje, je pa vprašanje tukaj, kjer je pa narava dela takšna, da dejansko ni najbolj primerno, da se upravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Gre za samostojne poklice, kjer pač nimajo konkretnega delodajalca. Za mene in za nas predstavlja izziv tudi, kako ljudem, ki delajo v samostojnih poklicih, kjer ne gre za zlorabo zakonodaje, kako jim zagotoviti ekonomsko, pravno in socialno varnost. Moramo vedeti, da so naši sistemi socialnih zavarovanj narejeni, izvirajo iz Bismarcka, če želite, iz sistema, kjer je bilo 99,9% načinov dela pogodba o zaposlitvi pri delodajalcu. In tako so se financirali pokojninski sistemi, zdravstveni sistemi, zavarovanje za primer brezposelnosti. Kako tem, če jim že pobiramo prispevke za socialne zavarovanje, na kakšen način jim zagotoviti pravice? Saj vem, da je z vidika posameznika kratkoročno največji problem, da ne dobi kredita, ampak morda je to nekaj narobe s poslovno politiko naših bank. Se lahko še kakšno drugo jamstvo vzame, kot pa je pogodba za nedoločen čas. Problem prekarnosti se kaže tudi kasneje v revščini. Izračuni so pokazali, da ko gremo s pokojninsko reformo naprej, bodo ljudje, ki delajo v atipičnih oblikah zaposlitve, bodo njihovi pokojninski prejemki od 30 do 40% nižji. Te osebe so slabšega zdravja, ne vlaga se v njihovo zdravje, nimajo možnosti napredovanja, ker nihče ne vlaga tekom kariere v njihovo izobraževanje. Zakaj pa bi? Saj je potrošna, če želite, je samo pač nekdo, ki izvaja neko delo. Tako da se mi zdi, da je tukaj treba razlikovati. In jaz mislim, da bo narava dela v prihodnosti v dostih panogah se pojavlja na način, da bo povsem normalno, da boš to upravljal samostojno. Kako pa tem ljudem, ki bodo zagotavljali samostojnost, zagotoviti vse te pravice, je pa izziv, ker ni samo slovenski, tudi v drugih državah. Imam še eno vprašanje za vas čisto konkretno. Se pravi, v preteklosti, pred več kot 5 leti se je SP-ovstvo vzpodbujalo. Znano je, da če odpreš SP in če gre vse skupaj propade, v bistvu odgovarja z lastno lastnino. Pa me zanima, kako se bo tem ljudem, ki so ostali brez vsega, zaradi enega entuzijazma, ki ga je na njih prenesla država, v bistvu pomagali zdaj in v bodočih letih. Zdaj težko komentiram, kaj so bili razlogi 5 do 6 let nazaj. Morda ni bilo toliko javne debate o lažnih samozaposlenih, ni bila država toliko na to upozorjena, vendar takrat je šlo za spodbujanje podjetništva. Podjetništvo ni nekaj slabega. Problem je takrat, kadar se podjetništvo zlorablja in se je te subvencije uporabljali na mestu, da bi se sklepale pogodbe o zaposlitvi. Zdaj, ne vem kaj. V bistvu, kako se bo v bistvu ljudem pomagalo zdaj? A so kakšni programi, kakšni načrti, ti ljudje, ki so zdaj brez vsega, ker pač niso uspeli kot SP-ji? Potem niso uspeli kot podjetniki, ne? Ja, ampak v bistvu navdušila jih je država, ni nujno, da so vsi izobraženi.
ni nujno, da jih je bilo težko. Še enkrat, če so se podali na samostojno podjetniško pot, ne, in da ni šlo za zlorabo zakonodaje, in če pač niso uspeli, bodo pač verjetno že počnejo kaj drugega, se bodo vključili v programe aktivne politike zaposlovanja. Se bodo vključili v programe aktivne politike. Natek je bil, še zmeraj je natek. Niso vedeli. Niso vedeli. Oprostite, zdaj jaz težko komentiram za 5 let nazaj, zakaj so bile subvencije za spodbujanje podjetništva. Res, zagotavljam pa, da jih v zadnjih 3 letih, pa 4 letih na ministrstvu za delo nobenih subvencij ni za samo zaposlovanje. Subvencije so in vsi pozitivni ukrepi usmerjeni izključno v sklepanje pogodb za nedoločen čas. Ok, hvala. Skratka, v drugem delu boste vsi vključeni v diskusijo, tako da bo vsak imel priložnost sodelovati. Gospod Počivalšek, kako pojav prekariata vpliva na delo sindikatov? Kako je razvoj prekarnosti vplival na sam socialni dialog? Zdaj, težko bi rekel drugače, kot da zagotovo smo sindikati postavljeni pred določene preizkušnje zaradi pojava prekariata. Dejstvo je, da zlasti v zadnjem obdobju se s to temo intenzivno ukvarjamo, ne samo v Sloveniji, tudi na evropskem nivoju se tukaj odpirajo v bistvu številne debate o tem, kako v bistvu zaščititi prekerne delavce. Tukaj se pojavljajo tudi pobude za zakonodajno iniciativo, da se te zadeve uredi zlasti v luči novih oblik dela, delo na spletnih platformah in tako naprej. Tukaj so dokaj konkretne pobude. Seveda pa pomeni prekariat tudi določene spremembe pri sami organizaciji, tudi vsebini, če hočete, dela sindikatov. Mislim, da ena prvih zadev, s katero smo se nekako morali spoprijeti, je bilo to, da pravzaprav smo morali vse sile usmeriti v to, da se pravzaprav prepreči nek konflikt med prekariatom in, bom rekel, redno zaposlenimi. To se, mislim, da precej tega pojava je bilo pravzaprav v času krize, ko so podjetja odpuščala, tudi ko je prihajalo do stečaja in tako naprej, ker so te napetosti bile in v veliki meri smo usmerjali seveda svoje napore v to, da smo to oblažili. Zdaj tudi ta podrejenost prekernih delavcev se prenaša, mislim, ni samo pojav, ki vpliva na prekerne delavce, ampak se prenaša tudi na, če hočete, redno zaposlene delavce. In to otežuje organiziranje in to predstavlja konstanten pritisk na pravice zaposlenih in na splošno na delovnopravne standarde. In mislim, da ena ključnih zadev, pred katero smo postavljeni, je dejansko, da poskušamo zagotoviti prekernim delavcem preko spremembe zakonodaje. Jaz mislim, da v bodoče bomo morali tudi to kot vsebino kolektivnih dogovarjanj prenesti v kolektivne pogodbe, verjetno zato, da bi položaj prekernih delavcev izboljšali in na ta način pravzaprav obrnili trend, ki je v tem padanju splošnega standarda delavskih pravic in to spiralo pravzaprav dirke proti dnu, pravzaprav zato, ker dejansko se na ta način znižujejo standardi in mislim, da to je ena od zadev, s katero se bomo morali definitivno v prihodnosti zelo resno spopasti. Torej, gospod Funkel, tradicionalne metode, ki so bile skozi zgodovino učinkovite za nagovarjanje članov sindikatov, pri prekercih ne učinkujejo, ker oni na istem delovnem mestu delajo kratek čas, pogosto pa so povsem ločeni od drugih delavcev. Kako jih je mogoče učinkovito nagovoriti? Najprej moram komentirati gospoda Pogačarja, ki včasih se sliši, da je bil velik aktivist in da bi imeli v tej državi 2 sistema, ki jih jaz ne poznam. Komentirati moram to, da smo v letu 2016 imeli med aktivnimi politikami zaposlovanja ukrep spodbujanja višje izobraženih žensk preko Gospodarske zbornice Slovenije, kjer so dejansko spodbujali v odprtje firme ali SP-ja. To je bil ukrep iz leta 2016, ki ga je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Če se pa naprej nadaljujem na vprašanje, ki mi ga je Črt postavil, vedeti moramo, da prekarni delavci, se pravi SP-ji, delavci, ki delajo preko pogodb, avtorskih pogodb in tako naprej, nimajo pravice do stavke, se pravi, za njih stavka dejansko ni inštrument, ki bi ga lahko uporabili. Se pravi, ko gre v tovarni nekaj narobe in imamo delavce s kolektivno pogodbo in neko zaščito od zadaj, lahko sindikat se gre delati stavko. Prekarc, če bo stavko, bo zgubil delo. Nihče mu ne bo nadomestil tega plačila in to je, po mojem mnenju, ključ, kako organizirati ljudi in začeti delati skupaj. Se pravi, položaj prekarcev je v tem trenutku takšen, da mi ne moramo računati na demonstracije 10.000 ljudi, ki bojo spustili svoje laptope ali pa svoje taksije parkirali na železniški in rekli, ne bomo delali, ker bo pač prišel nekdo drug, ali bo to Uber, ali bo pač nekdo bo nadomestil te delavce in to je žalostna realnost, ki jo imamo in jaz mislim, da je naša velika moč je pa to, da moramo izkoristiti to, kar imamo, se pravi, imamo internet, vsi se lahko borimo proti temu, da ne uporabljamo izdelkov od proizvajalcev, ki izkoriščajo delavce, se pravi, če Apple ne plačuje delavcev tako, kot bi jih mogel, je naša stvar vsakega posameznika, ali bomo kupili takšen računalnik ali telefon, ali ga ne bomo. Se pravi, naša stvar je, ali bomo napadli te blagovne znamke in rekli, pač vi izkoriščate. Pač enostavno vi izkoriščate in mi tega ne bomo dopustili. Lahko jim smetimo Facebooke, lahko jim smetimo Twitterje, pač lahko se opiramo, ampak naša stvar je, ali se bomo ali ne. To lahko naredi vsak. Pridi v center Ljubljane in protestirati, pa dejansko za to rabiš čas in prekarci so tisti, ki ga nimamo. In težava, ki jo imamo, je ta, da kapital v bistvu dela točno v tej smeri, pač narediti čim več individualcev, ki se ne morejo povezati, ki nimajo časa se politično angažirati in ki vse, kar skrbijo, je to, da dobijo naročilo za naslednji mesec in da v bistvu so pripravljeni delati, kot je rekel Jakob, tudi za 1 evro manj ali pa za 2 evra manj in to delati. In kot nekdo reče, da je z Uberjem fina stvar, ker bo uporabniška izkušnja fajn, ja, mogoče uporabniška izkušnja bo fajn, ne? Ampak kaj to pomeni? Na dolgi rok to pomeni, da bomo imeli manj denarja za javno šolstvo, manj denarja za javno zdravstvo, pokojninski sistem je verjetno utopija v takem smeri in vsak uslužbenec, ki je v vlogi države ali na ministrstvo ali kjerkoli druge, ki govori, da je fleksibilizacija nekaj dobrega, dela proti državi. Dokler tega ne bojo spoznali, pa če smo nekaj se pogovarjali. Želi kdo še kaj dodati? Ok. Države v Evropski uniji so samo zaposlitev močno promovirale še pred nekaj leti. Pojavili so se koncepti kot je Zero Hour Contract oziroma pogodba, v kateri si plačam po urni postavki, delodajalec pa se nikakor ne obveže, za koliko ur te bo angažiral. Moraš biti pripravljen, čeprav te lahko ne pokliče tudi cel mesec. Evropa se je v zadnjem letu naposled le premaknila. Tudi Slovenija pripravlja zakonodajo, ki naj bi nekoliko omilila položaj prekarnih delavcev. Gospod Pogačar, prvi predsednik republike Milan Kučan je dejal, da bi država morala razviti mehanizme, s katerimi bi nadzirala uresničevanje pravice do sindikalnega združevanja. Na ta način bi preprečila neposredne grožnje delodajalcev in celotne kolektive delavcev brez sindikalne zaščite. Kako gledate na to? Se strinjam, ampak to je eden od elementov pravne varnosti. Pravno varnost so si že v preteklosti delavci, ko še niso bili sindikalno organizirani, so si učinkovito sami zagotavljali šele takrat, ko so se organizirali skupaj. Mislim, da pobuda za organizacijo, za združevanje prekarcev je nastala točno iz tega razloga, pač ker bo ne nazadnje verjetno tudi kapital v tem primeru imel sploh sogovornika. Prej je Jakob povedal, da tudi sindikati nimajo partnerja. Tudi država pri vprašanju prekernosti, pri reševanju tega vprašanja potrebuje sogovornika. Zdaj eno mesto je zagotovo ekonomsko-socialni svet, ki razpravljamo o tem. Vprašanje pa je, ali te
posamezniki, katerih položaj želimo urejati, so dejansko reprezentirani v ekonomsko-socialnem svetu skozi sindikate ali na kakšen način. Zdaj, Gibanje za dostojno delo v preteklosti, ampak to je del civilne družbe, ne, se pravi, ni enakovreden sogovornik, kot so socialni partnerji vladi. Zato, ker jaz sem v pogovoru tudi z delavci prišel do trditev oziroma do zgodb o tem, ne, da delodajalec delavcev postal pred dejstvo, ne, če boš v sindikatu, ne boš v podjetju. Ne. In dobesedno nadzirajo ustavno pravico delavcev do združevanja. To je tudi kaznivo dejanje po naši zakonodaji. Ne? To se enostavno ne sme početi. Takšno zadevo je potrebno prijaviti. Zakonodaja je jasna. Ustavna pravica do sindikalnega združevanja, imamo onemogočenje sindikalnega združevanja. Torej tukaj to se mi zdi nezaslišano. Profesor Mencinger, čemu je po vsej Evropi prihaja do deregulacije trga dela? Kaj imajo od tega delodajalci je jasno, kaj ima od tega država, pa ne povsem. Je moč dela dejansko tako načeta, da državi ni več v interesu niti vloga arbitra, ali je intencija, da moč dela postane nekoliko manjša? No, zdaj, kar se tiče v Evropi, jaz mislim, da se je to deloma zaustavilo, je pa vse skupaj prepozno. Evropa je dolgo časa prisegala na konkurenčnost in mislila, da je globalizacija nekaj, kar dela v njeno korist. V resnici so šele zdaj ugotovili, da globalizacija je za Evropo zelo škodljiva stvar. In zdaj, kako se bojo stvari razvijali, je pa težko reči. Treba je pa priznati, da je moč sindikatov objektivno upadla. Jaz sem jeseničan, takrat imamo železarno, ki je bilo včasih 7000 ljudi zaposlenih. To je bila neka moč, neka enotnost. Zdaj teh podjetij velikih ni in pravzaprav vse je zelo razpršeno. Poleg tega smo postali bistveno bolj individualci in zaradi tega jaz verjamem, da je sindikat relativno nemočen, z izjemo mogoče teh ljudi v javnem sektorju. V javnem sektorju je sindikat kolikor toliko močen, pa tudi znotraj imate skupine, ki so glede na poklice bistveno močnejše kot druge skupine. Zaradi mene zdravniki so na takšna skupina, ki lahko zmeraj nekaj izsulijo, neko spremembe. Nažalost smo pred 8 leti naredili tisto piramido javnih uslužbencev. To je najbolj škodljiva stvar, ki smo jo v Sloveniji kdajkoli naredili, ker se v tej piramidi ne da popolnoma nič premakniti. To se je določil. En profesor je nad celih 65, poslanca je, ne vem koliko, nad celih 80 zdravnika in tako naprej. To je nekaj stabilnega. To v celoti kvari vso stvar. Čeprav seveda zdaj ne moreš niti zrušiti piramide, ker potem boš naredil še več škode, ampak tudi smo z velikim veseljem to spremenili. Se pravi, da je tlele relativno malo mogoče narediti. Evropa se bo mogoče spremenila, ampak v Evropi gredo stvari zelo počasi in če gledate, berete njihove direktive, če hočete, so povsem nerazumljive. To je viška praznih besed, da si več ne morete misliti. Jaz sem mislil, sem še iz prejšnjih časov, da smo v času tako imenovanih dohodkovnih odnosov dosegli višek praznih besed, ampak se skrijemo pred evropskim zakonodajo in evropskimi stvarmi. Tako da prav veliko upanja tule nimam. Gospod Počivalšek, Boris Koprivnikar pravi, da prenos platform, ki so nastale v ameriškem gospodarskem okolju, Evropo postavlja v poseben izziv, ki ga lahko rešijo v tesnem sodelovanju samo odgovorna proaktivna vlada in partner, ki razume drugačne koncepte delovanja evropskega poslovnega ekosistema. Kaj to pomeni? Na kakšen način lahko po vašem mnenju vlada tesno sodeluje z Uberjem? No zdaj prvo kot prvo, zdi se mi, da v bistvu minister Koprivnikar v tem primeru je preskočil kar nekaj stopnic, če hočete, tudi tistega elementa, s katerim ste začeli pravzaprav to diskusijo, kar se tiče tudi neke predstavniške demokracije in tako naprej.
Dejstvo je, da Uber ima skrajno slab sloves, ne samo v Evropi, po svetu. Dejstvo je, da ima vrsto izgubljenih sporov, zlasti zaradi kršenja delovskih pravic, zaradi tega, ker pač namesto, da bi s svojimi po njihovem partnerji imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ima z njimi pač pogodbe o upravljanju storitev in ima z tega vidika skrajno slab sloves. In mislim, da verjetno najslabši možen primer, s katerim se lahko začne Slovenija v tem kontekstu, bom rekel, postavljati na zemljevid sledenja tehnološki naprednosti Evrope, je verjetno sodelovanje z Uberjem, ne. Zdaj, seveda, to, da nove tehnologije prinašajo izzive tudi Evropo, da postavljajo v neko specifično situacijo, to je dejstvo, ne? In s tem se bomo morali spopasti. Na kakšen način se bomo morali spopasti, pa mislim, da je odvisno od nas, ne? In tukaj, kot rečeno, na ravni Evropske unije v bistvu je ta dialog zelo močen v zadnjem obdobju, pravzaprav ne mine nobena razprava, nobena seja organa tudi na ravni Evropske unije, ki ne je bila posvečena digitalizaciji, tehnološkemu razvoju, vplivu na delovna mesta in tako naprej. Mislim, da Slovenija tukaj je daleč zadnje, se premalo o teh zadevah pogovarjamo, premalo se pogovarjamo tudi o tem, kako bo to vplivalo na delovna razmerja, ne? In mislim, da tukaj bil pravzaprav prav pogled v bistvu prekernih delavcev, ne, ki delajo že danes, ne, pogosto na tak način, ne, po mojem ključen, neprecenljiv pravzaprav v tej debati, ki nas pa nesporno čaka, ne, ampak delati zaključke, ne, in sklepati oziroma podpisati pisma o nameri, kot je bilo to z Uberjem, pa je milo rečeno neprimerno. Gospod Funkel, Noam Chomsky je dejal, da je bil proletariat leta 1929 v bistveno slabšem položaju, kot je prekariat danes, da pa je imel voljo in zalet po spremembah. Kako angažirati prekariat, da bi postal politični subjekt? Velika prednost prekariata ta je, da je sigurno bolj izobražen od delavcev, ki so bili takrat v 30 letih prejšnjega stoletja, ne. In to je bila ena največjih težav pri organiziranju teh delavcev in zaradi tega so si tudi izborili ta 8-urni delovnik in javno šolstvo, ne. In to je prednost, ki jo mi imamo, ampak jo zgubljamo. In jaz mislim, da zakaj bi bil prekariat v prednosti? Zato, ker ne nazadnje tudi tehnologija je šla naprej. Sicer problem je ta, da mogoče prevečkrat razmišljamo iz istega zornega kota, kot so razmišljali včasih. Jaz mislim, da je potrebno malo prilagoditi razmišljanje današnjim razmeram in uporabiti to, kar imamo. Se pravi, imamo splet in nekako moramo se začeti spet povezvati. Ne? Pač tisto, kar je najhujše, je to, da vsak razmišlja o sebi. Ne? Danes imamo taksiste, ko je prišel Uber, so vsi rekli, ja, pa sej vsakič drugič me nekdo o 15, ko me pelje do centra, ker je vsakič druga tarifa. Ne? Pač jaz mislim, da je to težava, pač ne smemo gledati tako, pač če je imel en slabo izkušnjo, da bo pa zdaj to kar nekako vzeli kot zdravo in bo Uber kar dobrodošel. In drugo, kar je, moramo biti zelo iskreni s tem, da mi v bistvu Uberje že imamo. Ne? Mi imamo danes neke dispečerske službe pri taksistih, ki že izkoriščajo taksiste. Imamo danes podjetje, ki se mu reče GoOpti, ki dobi evropska sredstva za to, da iz dobička, ki so ga ustvarili SPA, delavci, šoferji, proizvodno seli v tujino. In še vedno več o tem ne govorimo. Se pravi, GoOpti je točno to naredil. Šoferji so SPA, ki imajo svoja vozila, sami plačujejo zavarovanja in mi to še vedno uporabljamo. Se pravi, bodimo iskreni in rečemo, kje je ta črta. Se pravi, nekdo, ki izkorišča, ga moramo enostavno zavrniti. Mi, danes nas je tle, ne vem, okrog 300. Pač verjamem, da če vsak pove še parim ljudem o slabih praksah in če začnemo skupaj zbirati tudi slabe prakse, ker verjamem, da več glav več ve, bo to veliko lažje, kot je bilo. In ne nazadnje, ta konferenca se snema. 100 let nazaj niso imeli video naprav in YouTubea, da bi si še ostali to pogledali. Profesorica Vugodina, lahko prekariat ostane nepopisan list? Ne, to prav gotovo ne more. Ne? To je gotovo res, da ne more. Seveda zdaj, kako se bo pa popisoval ta list, je pa pač odvisno od cele serije, bi rekla, dejavnikov.
In če se navežem na to, kar je pač moj predhodnik povedal, seveda gre za to, da se morate vi sami odločiti, gre za to, da je to individualna odločitev. Ampak po drugi strani iz te pozicije govori natančno tista ideja, bi rekla, neoliberalnega oziroma liberalnega individualizma, imaš karje in platno in lahko režeš in pač se odločiš. Zdaj, problem je, da veste, za vse postsocialistične družbe enak problem. Postsocializem je dejansko pomenil sesutje sistemov, nekoč je profesor Menzinger rekel, ki so delovali sicer z napakami in so bili zamenjani z nekimi sistemi, ki pa sploh ne delujejo. Ljudje so zdaj plačali to z množično brezposelnostjo, množično revščino, razsutjem industrijskega sektorja, agrarnega sektorja in tako naprej. Ljudje imajo malo denarja, a veste, mislim, zadeva je zelo preprosta. Mi seveda lahko rečemo, ok, ne boš šel kupiti to obleko, ker pač zdaj mi vemo, oni izkoriščajo delavce in to in tako, ne bom se vozil s tem, ker ta izkorišča in to. Ampak na koncu, veste, ko sem jaz zbirala te intervjuje, pač tudi za mojo knjigo, so pač eni ljudje zelo preprosto rekli, da seveda oni se s tem strinjajo. Ampak imaš samo toliko denarja, in zdaj pač ti moraš organizirati svoje preživetje s toliko denarja, in če imaš samo toliko denarja, tudi načela ne morejo pomagati zaradi tega, ker pač imaš samo toliko denarja. Torej kupiš najbolj svinjsko hrano v recimo Šparu, Pač imaš, zdaj ti sicer veš, da to vse veš, ampak zdaj pač nekaj moraš kupiti. In tu je zdaj ta problema, veste, če neko družbo pahnete v revščino, in seveda Slovenija je pahnjena, družba, ki je pahnjena v revščino, če to primerjamo zdaj tam 91, tudi to velja za vse postsocialistične družbe, ljudje na mikroravni morajo razvijati strategije preživetja. In v resnici tisto, kar je kapitalu uspelo, je, da je neutraliziral ideologijo tako, da je ustvaril preživetvena razmerja, ker ti, čeprav recimo si levičar ali kaj podobnega, te ideologije ne moreš prakticirati, ker boš crknil, ker pač moraš kupiti seminarijo, kar je pač to edino, za kar imaš denar, recimo. In se pravi, tukaj gre za to, da zdaj staviti samo na subjektivno plat je premalo. In mislim, point ni v tem, mislim, jaz sem to pač pisala in bom vedno pisala in bom pač zdaj pisala tudi v ekonomske revije. Veste, družba nikoli ni bila na svetu za to, da deluje ekonomija. Ekonomija je bila za to, da deluje družba. To se pravi, da je ta instrumentalizacija družbe, zato da pač so ekonomski kazalci dobri, mislim, oprostite, tukaj je treba narediti en osnovni obrat, ker če dokler tega obrata ne bomo naredili, bomo pač imeli ljudi, revne Slovence, ki vedo, da bi se morali organizirati, pa nimajo časa, ki vedo, da ne smejo pač firm podpirati, ki izkoriščajo prekarce, pa nimajo denarja za to in tako naprej. To je treba narediti nek bistven drugačen premik, se bojim. Torej, v prihodnosti lahko pride do 3 alternativ. Prekerci se kot družbene skupine lahko združijo s sindikati, lahko ostanejo nepovezani ali pa se ločijo od sindikalnega gibanja in postanejo njegov tekmec. V prvem primeru gre za okrepljeno delavsko fronto, v drugem se bodo socialne razlike in iz njih izhajajoč bes zadrževale v ozadju, v tretjem pa bo prišlo do odprtega konflikta, od katerega imata lahko veliko predvsem država in delodajalci, kot tisti strani socialnega dialoga, ki sta močni sami po sebi. Profesor Menzinger, kaj lahko znotraj socialnega dialoga dosežejo prekerci in sindikati, če ostanejo nepovezani? Mislim, da ne prav veliko ali pa mogoče nič. Ampak, če govorimo tako, o kakšne možnosti družbe, prekarstvo bi bilo sprejemljivo, če bi imeli še nekaj drugega, tisto, kar se imenuje univerzalni temeljni dohodek. Jaz imam okrog tega sicer precej pomislekov, ne ekonomskih. Ekonomsko je to povsem ustvarljiva stvar. Stvar je to, da to politično ni sprejemljivo. Trenutno in zmeraj se bo pojavilo vprašanje, zato moramo dvigniti davke in tako naprej, ljudje, ki bodo plačali davke, ne bodo zadovoljni s tem, da bo nekdo dobil univerzalni temeljni dohodek. Ampak mislim, da je te stvari treba povedati
povezati in trenutno se kaže edinstvena priložnost in to je polom monetarne politike v Evropi. Evropska centralna banka namreč vsak mesec generira 80 milijard evrov primarnega denarja. Ta denar ne gre nikamor, se nič krediti ne povečajo, to samo kroži znotraj trga kapitalskega in povečuje novo krizo oziroma nastaja nova kriza. Če bi ta denar uporabili v prvi fazi kot poskus nekega univerzalnega temeljnega dohodka, potem bi se situacija bistveno spremenila in položaj prekarcev bi se tudi bistveno spremenil. Samo to, kar govorim, je nekaj, kar bo mogoče aktualno čez 30 let. Čeprav nekatere stvari, ki so recimo 3 leta nazaj bile popolna tabu tema, ena od takšnih je, ne vem, koliko se ekonomistov tu je tako imenovan helikopterski denar. To je ravno ta ideja, da gre denar brez mimo banka, pa direktno do ljudi ali pa direktno v proračune. Ta ideja je recimo 3 leta nazaj bila popolni tabu, zdaj pa postaja zelo aktualna. Mogoče so pa kakšne stvari grejo hitro naprej, kot mislimo, da bodo šle. Hvala, torej gospod Pogačar, predlagali ste, da dobijo prekarci vlogo 4. socialnega partnerja. Kako se bo s tem spremenila njihova pozicija v družbi in kako bo to vplivalo na položaj sindikatov? No, kot sem že prej povedal, tukaj vprašanje prekarcev je vprašanje družbe, tukaj ni nasprotnikov, vsi moramo imeti skupni cilj. In ne vem, zakaj bi bili ves čas v konfliktu vlada proti prekarcem, sindikati proti prekarcem. Vse cilj imamo skupen, se tudi delodajalci nazadnje se morajo zavedati, da stabilne oblike zaposlitve prinašajo znotraj podjetja višjo dodano vrednost, so vse študije pokazale. Tako da tukaj ni treba generirati nekega konflikta. Ozaveščeni delodajalci, mogoče idealistično razmišljam. Kar sem jaz želel povedati, je to, da se morajo tudi prekarci na nek način organizirati. Danes je bilo že rečeno, vse imamo internet pa to, ampak ne nazadnje ti se to, da se organiziraš, potrebuješ neka sredstva. Lahko rečem, da smo, Marko me je prej obtožil, samo ga po spominu pogruntati, gre za projekt spodbujanja podjetništva mladih podjetnic, bolj z vidika politike enakosti spolov, kot pa zaposlovanja. Ta projekt, ki si ga omenil, gre pa za nek minoren projekt, tako da ker si me, dejansko sem mogel pomisliti, za kakšen projekt. Prvič bomo iz evropskih sredstev v novi finančni perspektivi, v naslednjih dneh, mora biti tednih objavljen na dneh razpis, podpora deležnikom na trgu dela. Gre za financiranje iz evropskih sredstev, ministrstvo je pripravilo razpis, pričakujemo programe, na kakšen način zagotoviti tem, ki nimajo nekih članarin sindikalnih in tako naprej, da se postavi nek sistem prekarstva, organizacije prekarnih delavcev, da se postavi, nenazadnje si želimo tudi sodelovanje morda akademske sfere, da skozi projekt pridemo do teh analiz, o katerih se danes sprašujemo, kako v prihodnosti tem ljudem zagotoviti ustrezno ekonomsko, pravno in socialno varnost. Ta program iz evropskih sredstev bo financiran v naslednjih nekaj letih, je pripravljen, v kratkem bo objavljen in to je eden od mehanizmov, ki jih ima država na voljo. Kar pa sem že prej želel povedati, zakaj si želimo dialoga? Vsaka sprememba zakona mora iti čez nek dialog. Gre čez socialni dialog, gre čez javno razpravo. Prekarci je vprašanje, ali je primerno, da so del javne razprave, ali morajo biti del socialnega dialoga. Sam menim, da prej slednje. Se pravi, kako pa bi znotraj socialnega dialoga bi predlagali, da se sindikati in prekarci organizirajo skupaj kot en socialni partner ali tako kot ste rekli, da bi so četrti... Zdaj, črt me pelješ v tisto dilemo, da bom začel govoriti, da gre za razliko med insiderji pa outsiderji, med tistimi, ki so na pogodbi o zaposlitvi in so insiderji in med tistimi, ki so zunaj. To je nek konflikt, ki ostaja povsod na ravni Evropske unije. Vprašanje pa, če je to res pravi konflikt. Jaz mislim, da tega konflikta ni, če ga ne bomo generirali sami. Jaz mislim, da imajo skupni interes, ker slej, ko prej se bo vprašanje pravic prekarcev odrazili tudi na pravicah zaposlenih, ki so člani sindikatov. Ne vem,
je bistveno vprašanje, ali se bodo sindikati pa prekarci združili v eno ali bodo obstajali kot dve ločeni organizaciji. Mislim, da to ni toliko pomembno vprašanje. Gospod Funkel, obrambi prekarcev, znotraj katerih poklicev se boste posvetili najprej? Ste že nakazali prej? Ja, vsekakor bomo šli najprej po terenu, ne? Se pravi, nismo mi tu zato, da rečemo, zdaj bomo pa naredili ta poklic in ta poklic, ampak je treba videti, kje so največje in najbolj realne težave. Zdaj najbolj aktualno je sigurno trenutna problematika taksistov, ampak spet, ne? Če bomo nabrali taksiste, da bojo šli v akcijo, potem ja, da se pa nekdo bori za nekoga, ki ne pokaže iniciative, pa verjetno nima smisla. Ena od teh iniciativ, ki je bila nakazana v zadnjih dneh, so bili prevajalci. Bom povedal čist praktičen primer. ProPlus nima več svoje podnaslavljavske službe, ne, in najema enega samostojnega podjetnika, ki prevaja za njih, to je Milenko Babič SP. In ta Milenko Babič v bistvu ves čas kolobari študente in jih plačuje za prevajanje 6 do 7 evrov. In to je čista degradacija poklica in to je čista degradacija oziroma poniževanje prevajalcev, ki so šolani za to, da delajo. 75 prevajalcev je tako v bistvu zaradi Pop TV-ja, A-kanala in ostalih programov, ki jih oskrbujejo s temi podnapisi, ostali v bistvu brez svojega kruha. In za 6 evrov na uro, pač če si izračunate, koliko je treba delati, je nemogoče preživeti. In to pomeni, ko se pogovarjamo o 8-urnih delovnikih, vprašajte take prevajalce. Zadnjič je prišla ena mama, samohranilka, 35 let, in je rekla, jaz, če živim pod takim pogoji preživeti, moram delati 12 do 14 ur na dan, tudi čez vikende in praznike. In to so težave, ki jaz mislim, jih moramo prisluhniti in organizirati te ljudi. Teh 75 ljudi je verjetno besnih. Ampak tisto, kar se mi zdi pa ključno, in kar slišimo včasih, prekarci se bodo mogli organizirati. Jaz mislim, da ne. Vsi skupaj se moramo organizati. Več prekarnega dela pomeni manj rednega dela. Več prekarnega dela pomeni v bistvu, da bomo vsi celoten sistem trpi na ta račun. In če ne bomo solidarni med sabo, ne bo nič. Se pravi, ko se bomo uprli pri prevajalcih, pri taksistih, moramo biti solidarni, podpreti taksiste, prevajalce in priditi en drugega na teren podpreti ali pa na spletu. Pač kakorkoli. Če si ne bomo med sabo pomagali, je vse za manj. Pa še eno vprašanje imam za vas, namreč kako boste utrdili in dopolnili socialni dialog zdaj, ko ste znotraj sindikata? Meni je veliko čas, da smo v bistvu naredili sindikat znotraj sindikata, se pravi znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Kot sem že v začetku rekel, mislim, da je potrebno tudi sindikate malo prvič progresivno usmeriti in drugič malo radikalizirati. Se pravi, da dejansko ne govorimo samo stalno o nekih sejah na vladi, SSE-jih in podobno, ampak da se gre več na teren med ljudi in se začne delati. Ker samo to je poslanstvo sindikata in to mora biti in tako na ta način se tudi sindikalizem povrne zaupanje. Gospod Počivalšek, na katerem področju lahko prekarci doprinesejo največ k skupnemu uspehu dela v pogajanjih s kapitalom in državo? Jaz, če dovolite, bi najprej mogoče se odzval na to, kar je bilo ravno kar rečeno. Jaz se strinjam, da absolutno mora priti v bistvu ta problematika v bistvu od spodaj navzgor. Mislim, da je to ključno. Ampak se mi zdi, da v bistvu ta drugi del, se mi pa zdi, da je ravno tako pomemben. Ker v bistvu spremembe v tem trenutku, glede na to, kako sistem funkcionira, so nujne spremembe tudi na zakonodajnem področju. In se mi zdi, da v bistvu eden od problemov je v tem, da pravzaprav ne uspemo vsi skupaj, pravzaprav skomunicirati tega, da je tudi ta del pomemben, pa čeprav mogoče na nivoju posameznika v nekem trenutku se zdi nekako oddaljen ali pa zelo abstrakten. Ampak, če ne bo sprememb na tem področju, v zakonodaji, če ne bo teh sprememb, ki so napovedane, pa meni recimo žal, da jih ni v tem trenutku na mizi, ko se pogovarjamo o predlogu sprememb, ki nastaja na podlagi dokumenta za dostojno delo, se pravi te vključitve v bistvu prekernih delavcev v sistemu socialnih zavarovanj. Mislim, to so zadeve, ki so po moje nujne, seveda mora priti od spodaj in navzgor in od tam, ki so problemi, to se strinjam.
In zdaj, kaj lahko seveda prekerci prinesejo sindikatu? Jaz mislim, da ravno to, to svojo v bistvu izkušnjo, ta svoj pogled v bistvu in na te pogoje dela, v katerih delajo, in svoj pogled v bistvu na delovno zakonodajo in pogled v bistvu na socialno zakonodajo, v bistvu, da lahko s tem dopolnijo tiste tradicionalne programe sindikalne in sindikalno agendo, ki je. Jaz mislim, da je to komplementarno. In vprašanje, ki je bilo prej, se pravi, ali skupaj, ali posebej, ali ločeno, ali v konfliktu, jaz mislim, da okrog tega po moje ne bi smeli biti nobene dileme. Jaz mislim, da je absolutno to potrebno narediti skupaj. In jaz mislim, da pač sindikati imamo to izkušnjo v končni fazi, pač res da izpred 150 let, ampak takrat v končni fazi je bil proletariat v nekih drugih razmerah, ampak pred nekimi podobnimi dilemami. In jaz mislim, da je tukaj absolutno treba skupaj. In jaz pozdravljam v bistvu napore katerekoli sindikata, ki se v bistvu trudijo v bistvu vzpostaviti neko organiziranost in nek sindikat prekercev. Jasno, številčnost, moč sindikalnega boja in njegova učinkovitost s tem, ali lahko stavkajo ali ne prekerni delavci, je res vprašanje, ampak definitivno zastopanje kakršnih koli stališč z nekim backupom, z številom članstva, daje neko legitimnost stališčem. In jaz mislim, da to so tiste zadeve, ki jih lahko pač tudi končni fazi, te sveži pogledi na nove oblike dela in tako naprej. To so neke izkušnje, ki mislim, da so zelo dobrodošle za sindikate. Profesorica Vogodina, več družboslovcev opozarja, da prekariat živi v razmerah, ki omogočajo razvoj skrajnih stališč in pogledov. Če bi prišlo do nove gospodarske krize, bi bila izhodišča lahko hitro podobna tistim, ki so bila v Nemčiji leta 1933. Kakšna je možnost, da bi se prekariat politično radikaliziral in podprl fašizem? Ja, mislim, da sta to dve vprašanje, ki jih ni treba nujno povezovati. Tudi, da bi se radikaliziral, bi bilo zelo primerno in bi bilo zelo seveda nujno. To, da bi pa podprl fašizem, pa kot lahko vidimo iz primera ZDA, mislim, če nimate vi jasne, artikulirane leve politike, ki preide salonska stališča, pa stališča o individualnih, bi rekla, enakostih, ker to so zdaj levica je tu padla, evropska, in tudi svetovna bolj, potem seveda pač pridejo drugi akteri, ki to poberejo. Mislim, danes levica valja teme, ki niso leve, mislim, ki niso teme levice. Človekove pravice to ni leva politika, in tako naprej in tako dalje. Jaz nemam nič proti človekovim pravicam, čeprav kot antropolog imam zadržke, ko se to pač širi medkulturno po celem svetu, kot globalizacija, ampak dejstvo je, da pač, problem je, da danes mi nimamo artikulirane levice, mi imamo neko salonsko levico, ki tam pač nekaj počne, potem imamo milijone ljudi, ki ostajajo brez dela in ki bodo vedno bolj ostali brez dela, ker dela bo vedno manj, in seveda, zdaj, če tu ne bo povezave, potem bo pač nekdo drug pobral ta delavski razred, ki ga boje, da kao ni več. Ampak smo zdaj v Ameriki videli, da je. Se pravi, sama radikalizacija je lahko plus ali pa minus, odvisno je, kam bo speljana, oziroma, jaz mislim pač, to se pogovarjamo tudi širše v nekih drugih krogih, da problem, mislim, ni zdaj dovolj, se vam pravim, da imamo to salonsko levico, ker pravzaprav danes potrebujemo delujočo, praktično levico, ki je levica predvsem tistih, ki so najbolj eksploatirani in to seveda zdravniki niso. Tako da pač, tako da torej, tudi, mislim, kako bi rekla, tukaj, mislim, da jaz tega sploh ne bi povezovala. Zelo rada bi videla, da bi se pač in delavci, in sindikati, in prekariati in vsi radikalizirali, hkrati pa seveda to tudi od tistih, ki mislimo, da smo levičarji, zahteva čisto neko drugo pozicijo, kot se zdaj prakticira. Moje vprašanje je bilo konkretno iz tega, da je delavstvo v bistvu nacistično stranko podprlo leta 1933. Seveda, ampak če gledamo zgodovino, vemo, zakaj jo je podprlo. Zato, ker je takrat
komunistična partija Nemčije oziroma Levica dejansko napačno presodila situacijo. Ne? Ona se je zavzemala za nekaj, kar dejansko ni bil vitalni interes teh ljudi. In potem je pač prišel nekdo drug, ki se je za ta vitalni interes zavzemal in danes je popolnoma enako, a ne? Danes je popolnoma enako, danes imamo, se pravi, ne, mislim, da imamo mogoče več levičarjev, kot jih je bilo, ne, konc 19. stoletja ali kaj podobnega, ampak tole, zdaj, ne, je precej tragična zadeva v Evropi, ne. Veste, zdaj si mislil, da levi programi so človekove pravice, pa je zaničevanje istospolno in raznospolno usmerjenih, mislim, nič proti nobenemu, ki je kako smeren, da ne bo pomote, ne, ampak to ni levi program. Levi program govori o eksploataciji, a ne, kapitala, a ne, ne, levi tega levega programa je, ne, tako da tu je pač malo nerodna stvar, ne, tu so levičari dejansko pogrni, ne, tukaj bi lahko še nazaj na Gramscija, pa če berete Gramscija, pa boste videli, kak je to Gramsci zelo dobro razumel, ne, mi pa očitno nismo, a ne, ja. Pri obrambi prekarnih delavcev šteje današnji dan. Počasne strukturne spremembe za posameznika, ki za delo dobi 650 evrov, od tega pa mora odšteti več kot 300 evrov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ne šteje. Gospod Funkel, kakšni so cilji sindikata prekarcev? Kaj bodo prve naloge, ki si jih boste lotili? Kot sem že prej omenil, se pravi, najprej bomo šli na teren oziroma smo že na terenu in se pogovarjamo s temi ljudmi in na to vsekakor želimo te ljudi povezati in narediti aktivne člane. Tisto, kar smo si mi zadali kot eno od ključnih zadev, je, da bi ta sindikat želi imeti aktivne člane. Se pravi, to pomeni, da če protestiramo proti izkoriščevalcem tistih, ki delajo podnapise, da šteje vsak član, ki tja pride za aktivnega člana. In ti aktivni člani nekako potem sooblikujejo samo politiko tazga sindikata. Meni se zdi to v bistvu prvi korak, ki je ključen, da nagovorimo različne skupine in jih organiziramo sindikalno. Kot drugo bi samo mogoče dodal to, da ko je gospod Pogačar omenil, da vsako delo šteje, je zelo potrebno povedati, da dejansko v Sloveniji šteje drugače. Se pravi, da vplačujemo vsi, in tako kot smo slišali, delovskih pravic pa nimamo vsi enakih. Se pravi, prekarci ne morajo jeti na bolniško, ne morajo dobiti regresa, nimajo plačane dopusta. Ja, se vem, ampak mislim, da je prav, da to poudarimo, ker večkrat slišimo, kako vsako delo šteje, tega drugega dela pa ponovadi v razpravah ni, razen ko je zbranih tisto prekarci. Gospod Počivalšek, na kakšen način bi lahko prekarci čim prej prišli v socialni dialog? Moje mnenje je, da preko sindikatov. Sindikati sodelujejo v socialnem dialogu in jaz mislim, da je organiziranje prekarnih delavcev znotraj sindikatov in artikuliranje njihovih stališč znotraj sindikatov je tisto, ki po moje bi najhitreje lahko prinesli neke rezultate v končni fazi v tem socialnem dialogu. Gospod Pogačar, bo prekariat o politikah, ki jih pripravljate v naslednjih v naslednjih 20 letih manj, kot ga je danes, ali ga bo več? Če mi dovolite, bi morda samo, če sem gospoda Funkla razumel, da je treba radikalizirati, ne pa nek socialni dialog. Socialni dialog je evropska vrednota. Socialni dialog je izjemno pomemben. Poslušajte, dokler je socialni dialog, imaš dialog, ki je strukturiran, z znanimi sogovorniki, ki zastopajo svoje interese. In jaz mislim, da se morajo prekarci najprej vključiti v okvir tega socialnega dialoga, ker bo veliko bolj uspešno, kot če se z katerokoli vlado, katerikoli delodajalci srečajo na ulici. Zagotovo je socialni dialog ravno temu namenjen, da se izognemo ulici. Ali bo čez 20 let prekarnega dela manj? Jaz upam, da ja. Zdaj, kar se tiče nezakonitega prekarnega dela, paket sprememb zakonodaje, ki je na podlagi dokumenta za dostojno delo pripravljen, jaz mislim, sem prepričan, da bo imel pozitivne učinke pri odkrivanju, preprečevanju, sankcioniranju, kar pa je izziv za prihodnost. In jaz zdaj ne vem vseh teh odgovorov, jih nimam. In
tukaj je treba dialog z vsemi, tudi ne nazadnje z akademsko stroko. Na kakšen način pa to, kar je bilo omenjeno, ne? Tisti, ki legalno opravljajo delo v atipičnih oblikah dela, prevajalce si omenil ali pa, ne vem, na kakšen način jim zagotoviti pravice iz socialnih zavarovanj, če jih že bremenimo za plačilo prispevkov. Se strinjam, bolniške nadomestilo, ne nazadnje zavarovanje za primer brezposelnosti, minimalna urna postavka. Nimam zdaj vseh teh odgovorov. To pa je tisto, kar bi mogel biti, bom rekel, morda za začetek prva akcija te organizacije, vzpostaviti dialog, na kakšen način vse te pravice zagotoviti. In jaz sem prepričan, da v prihodnosti to lahko naredimo. V dokumentu Ministrstva za dostojno delo smo nakazali smer, v katero bi radi šli, in čez 20 let sem prepričan, da bodo tudi uživali pravice iz teh socialnih zavarovanj. Eno kratko repliko. Samo želel bi zelo na hitro reči, da socialni dialog je pomemben, to sigurno, ampak ne, če je iz njega izključenih 41% ljudi. Profesor Mencinger, kako gledate na preostanek 21. stoletja? Kako bo na gospodarstvo vplivala 4. industrijska revolucija in vpeljava umetne inteligencije na vse nivoje dela? No, če pošteno odgovorim, ne vem. Poleg tega revolucijo je značilno, da nikoli ne veš njen izhod, ne? Pa še na nek način v mojih letih me nekako druga polovica 21. stoletja ne zanima. Profesorica Vogodina, kako se bo v 21. stoletju oblikovala naša družba? Kako bo 4. industrijska revolucija vplivala na odnose med ljudmi? Se bo proces individualizacije in potrošništva nadaljeval ali ga bosta še pred začetkom 22. stoletja nadomestila povezovanje in proces ekološkega razvoja? Ja, tudi bom jaz rekla podobno, kot je rekel profesor Mencinger, da to je zdaj težko povedati, kaj se bo zgodilo. Ampak jaz pač mislim, da je seveda pač socialna zgodovina kaže, da pač dolga obdobja socialne zgodovine potekajo tako, kot to ustreza tistim, ki imajo položaje moči, in potem pa pride pač do nekakih, bi rekla, reorganizacij ali pa preskokov. Zdaj, če do tega preskoka ne bo prišlo, potem bo pač seveda, mislim, jaz sem prepričana, da kapital ima in dovolj znanja in dovolj sposobnosti, da čisto vsako stvar, ki se bo zgodila vključno z ekološko krizo in z vsem, lahko izrabi ne samo za sredstvo profita, ampak za sredstvo, kot vir profita, ampak za sredstvo podrejanja. Tako da zdaj staviti kar tako na eno stvar, na tehnologijo, na ekološko krizo, na karkoli, mislim, da je naivno. Veste, zgodovina rabi subjekte, francoska revolucija je nekdo izboril, in tudi, kako bi rekla, dobro, socialistične revolucije, ne glede na to, kaj se je iz njih izcimno, je nekdo izboril, in verjetno bo treba izboriti tudi prestrukturiranje logike te družbe. Sama od sebe bo potekala v korist tisti, ki so močni, in vemo, kdo so to. In tudi pač, verjetno, nihče od nas ne bi rad živel v neki družbi tipa Matrix ali kaj podobnega. Ampak seveda, tako da je to v resnici dejansko odvisno od tega, koliko druge logike izsili proti druga plata, drugi del družbe. Zdaj, če drugi del družbe živi v virtualni realnosti, s katere črpa zadovoljstvo, če je bolj ali manj tako ali drugače omamljen, če pač se mu fučka za to, kaj se mu bo dogajalo čez 30 let, če se mu fučka za svoje socialne pravice, če se mu fučka za delo, če se mu fučka za penzijo, če se že vnaprej sprijazno za delo, tako ne bo imel penzije, pa tudi ne, potem se nam slabo piše, bom rekla, zelo slabo piše, tako da pač mislim, da to je pač dejansko res odvisno, tako kot prej že kolega povedal, od nas samih je odvisno, Torej, v prvem delu dogodka smo govorili o sedanjosti in prihodnosti prekerstva in o tem odprli več tem, s katerimi se bo v bodoče potrebno aktivno ukvarjati.
Zdaj je čas, da razpravo razširimo z vašimi vprašanji. Moje ime je Maja Vreča, pa nisem prekerca, ampak imam redno zaposlitev. Jaz imam vprašanje za predstavnika ministrstva. Mene zelo veseli slišati, da imajo vaši inšpektori večja pooblastila na področju preverjanja dela in tako naprej. Mene zanima, koliko je teh inšpektorjev. Koliko inšpektorjev ima ministrstvo, ki na terenu lahko preverjajo, ali se ta kontrola, ali se stvari zakonito odvijajo ali ne, dejansko izvaja? Pa kakšna pooblastila imajo tudi? 88 inšpektorjev za delo imamo v Republiki Sloveniji, vem, boste rekli, za 200.000 gospodarskih subjektov, ampak lahko rečem, da je ministrstvo zagotovilo, da kljub ZUJF-u in zniževanju števila zaposlenih, število inšpektorjev je ostalo na enaki ravni. Imamo pa čedalje večjo težavo dobiti inšpektorje za delo. Pogoji so precej strogi, delo je zahtevno inšpektorje za delo. In kar se pa tiče ukrepov inšpektorja, bi pa rad povedal, prav z novim zakonom, ki je zdaj v dialogu z sindikati in je že prav obravnavano na ekonomsko-socialnem svetu, gre za dva ključna elementa. Danes, ko je inšpektor ugotovil lažnega samozaposlenega, podani so elementi delovnega razmerja, je prepovedal nadaljnje upravljanje dejavnosti, delodajalca sankcioniral in to je bilo to. In ta oseba je bila napotena na delovno in socialno sodišče, kjer je mogla tožiti in čakati. Zdaj, po analogiji z delom in zaposlovanjem na črno, bo inšpektor za delo, če bo gotovo seveda elemente delovnega razmerja, izdal ureditveno odločbo, delodajalcu odredil, da mora v roku 3 dni tej osebi ponuditi pogodbo o zaposlitvi za primerljivo plačilo, pogodbo za nedoločen čas. In hkrati v zakonu o delovnih razmerjih uvajamo tako imenovano obrnjeno dokazno breme. Se pravi, delavec, ki bo šel tožiti, da so bili podani elementi delovnega razmerja, bo mogel delodajalec izkazati, da niso bili, ker je delodajalec pač močnejši. Se pravi, gre za neko paleto različnih ukrepov, ki mislim, da bodo precej pripomogli k lažjemu odkrivanju. Bi pa še na nekaj opozoril, če zdaj bom jaz malo daljši, ampak bi smo še na nekaj opozoril. Veste, zgodilo se bo pa v Sloveniji nekaj v naslednjih nekaj letih in danes se že soočamo s tem, s primanjkljajem ljudi za opravljanje dela. Če danes govorimo o boju za delovno mesto, bomo v roku nekaj let v Sloveniji govorili o boju za delavca. Število delovno aktivnih se bo v naslednjih 10 letih zmanjšalo, se pravi starih med 20 in 64 letom v Sloveniji za 100.000 ljudi. Tako da počasi bodo tudi delavci že tisti, ki bodo lahko postavljali pogoje, v kakšnih pogojih sploh želijo delati. To je en element. Ok, naslednje vprašanje. Samo eno vprašanje. Niste mi odgovorili na eno večje vprašanje, kolikšna je finančna kazen za delodajalce, ker jaz mislim, da je to edino, kar dejansko šteje pri delodajalcih. No, se pravi, jaz nisem dobro razumel, kakšna je globa za delodajalca? Ja, kakšna je pa globa za delodajalce, ker se bojim, da denar samo šteje pogosto pri nekaterih delodajalcih. Koliko je globa? Ja, z novim zakonom, tudi to je sprememba, poleg te ureditvene odločbe so predvidene tudi bistveno više globe, spodnja meja se dviguje, mislim, da skoraj na 10.000 evrov, spodnja meja, potem je pa razpon navzgor. Ok, pa še tako, prosil bi en človek eno vprašanje, zato da dobijo več ljudi možnost. Ja, imate. To pa ne pomaga. Dajte prinesti en mikrofon, ki dela, prosim. Se bo malo počakajte, pa boste zastavili vprašanje celotno. Dobar dan, jaz sem Branko Gerič iz Maribora, zastopam sekcijo za UTD od Zofijnih Lepencev in bi gospodu Pogačaru postavil eno vprašanje. Profesor Benzinger je napovedal možnost preusmeritve 80 milijard evrov mesečno od ECB-ja kot torej kot vir za UTD. Povedal je tudi, meni ne zdaj tu, da je to upravičencev približno 300 milijonov, ker to velja samo za evroobmočje. To znese med 260 in 270 evrov po osebi.
kaj to pomeni za zakone o delovnih razmerjih, kaj pomeni 260 do 270 evrov, ker je mimogrede malenkost manj, kot je naša dr. Valerija Krožec predlagana za Slovenijo, kaj to pomeni recimo za Bolgarijo in kaj to pomeni za Nizozemsko. Odgovor je takle, ne, to je čisto hipotetična stvar zaenkrat. Problem je v političnem prepričanju, ne pa v ekonomskem. Ekonomsko je mogoče vse to doseči. Samo, kako boste prepričali evropske politike, da bodo v to šli? Se tako z veseljem prepustil odgovarjati. Ja, povejte, UTD je tako, no, dejstvo je, da sistemi socialnih zavarovanj, kot so danes postavljeni, temeljijo na delu, se pravi, izvirajo iz dela. Plačilo prispevkov iz dela nosi pravice. Univerzalni temeljni dohodek je popolnoma nov koncept. Jaz dvomim, da lahko hkrati imamo oba elementa, se pravi, da postavimo delo in pravice iz dela, ki izvirajo iz tega, in hkrati univerzalni temeljni dohodek. Ne vem, nimam odgovora, nisem strokovnjak za univerzalni temeljni dohodek, je pa to stvar, o kateri je verjetno potrebno razpravljati. Vprašanje pa je, kaj bo to pomenilo potem za samo delo, za delovno razmerje. Dejstvo je, kaj bo zagotovo v nekih oblikah, če govorimo, prekarci nimajo ustrezne socialne varnosti, imajo drobljeno dobo, iz katere črpajo pravice, za njih bi bila neka ta ekonomska varnost, ki bi jo UTD nudil, absolutno sprejemljiva, ampak mislim, da pa v temeljih postavlja drugačen koncept socialne države. Zato najmanj, kar je resen razmislek, je pa, se strinjam, potreben dialog, nisem pa strokovnjak za, ampak to je moje razmišljanje. No. Ok, še kakšno vprašanje? Polno vprašanje. Ja, Albert Avguštinčič, jaz bi odprl moralni vidik. Doma sem si pogledal zelo na hitro iz slovensko-latinskega slovarja in sem se vprašal, kako se delavec počuti v besedi. Prekarec. Izprošen, priberačen, po milosti dobljen, negotov, nestalen. Si lahko mislimo, kako se človek v tej opredelitvi besede prekarec počuti. Ponižanega, odtujenega od dela, samega sebe in od sočloveka. To je eno. Drugo vprašanje je... Oprostite, gospod, skušajte ostro. Zelo kratko, samo še z enim vprašanjem. Ali oblastne strukture so tudi v primežu prekarstva? Hvala lepa. Nekoga pa naslavljate vprašanje? Tukaj so predstavniki oblasti tudi. Za trenutek se mi je zdel, da je moj profesor iz gimnazije Poljane, ampak ne vem, če... Lahko, Albert, seveda. Zdravljeni profesor. Se pravi, če smo predstavniki oblasti prekarci, ne, mislim, to je deplasirano, nismo, nikakor ne. Gre, bomo rekel takole, prekarci, vsi delamo legalno, vsi imamo zagotovljeno ekonomsko, pravno, socialno varnost. Ja, se strinjam, lahko sem deležen očitka, da ne vem, kako se ti ljudje počutijo, ampak verjemite, dobim veliko elektronske pošte, veliko sporočil, ne nazadnje tudi dialog, ki ga imamo, nas postavlja v to, da slišimo, kako se ti ljudje počutijo in verjemite, ni nam vseeno. Zato delamo vse te spremembe. Ja, v bistvu bomo, če tlele, gospod je čista prvi dvignil roko, pa smo ga malo... Tomi Dolenc.
eno vprašanje, prej bilo tako lepo rečen, če ne bomo se vsi solidarizirali kot skupnost, ne bomo nič dosegli, to podpišem, se strinjam. Malo imam težave z identifikacijo te skupnosti, pa kaj se realno da narediti. Namreč, omenjeno da urbanizacijo nekajkrat že, to se mi zdi zelo v redu, zato ker to je tisti model, s čemer počasi se konvergira, torej v stanju družbe zdaj in tehnologije, je očitno, da to je zdaj nek model, ki se mu ne bomo mogli izogniti. Zdaj vsi skupaj nekako čutimo na vodi, da ima kup enih negativnih posledic, ampak je pa fajn. In zdaj jaz bi rekel čisto to debato ene naivnosti. To je zdaj vprašanje predvsem na oba, bi rekel, stara mačka in profesora, ker me zanima tako mogoče antropološki ali pa ekonomski vidik. Torej, Uber je fajn, in ne bomo ga nehali uporabljati. Tako kot je Apple fajn in ga ne bo zdaj nehali uporabljati, samo zato, ko bo videli tale video danes pa rekli izkoriščenje. In kot je že, hvala, profesor Vodina prej rekla, ljudje ne bo nehali kupiti stvari, ki so šit, zato, ker nimajo druge izbere. Torej, kje je zdaj tista skupnost, ki lahko tukaj nekaj naredi, pa kaj realno lahko naredi, kako lahko inteligentno se borimo s tem vprašanjem, da je Uber fajn, pa da je Facebook fajn, pa da nimamo izbire šita kupiti. Ste lahko bolj konkretni, na koga pa eno samo vprašanje? Razumem vprašanje, ja. Mislim, je vprašanje dovolj jasno. Ja. Zdaj, če gremo na individualno raven, potem bi jaz dala v razmislek mojo osebno strategijo. Jaz imam dvojne hlače, tukaj je polno mojih študentov, da mi gledajo v tem. Druga različica pa so ene takšne živo ciklavne hlače. Dvojne hlače, trojna tunika, vse je, blago je kupljeno zelo drago, stvar je narejena doma, v Sloveniji prišivili, ki rečeš, koliko stane in ji toliko plačaš. In treba mi 3 metre omar, oblek, lahko imaš samo eno pereš, eno nosiš, eno pereš, eno nosiš. Zdaj bom spraševala, koliko jih je tu takšnih. Zdaj, seveda, to na individualni ravni je to možno narediti, ampak seveda na družbeni ravni pa stvar zahteva prerazdelitev dohodka oziroma profita. Ni današnje vprašanje današnjih družb, ni konkurenčnost, pa ne vem, višanje ne vem katerih vseh ekonomskih kazalcev, Današnje vprašanje je prerazdelitev bogatstva. To je vprašanje, in brez tega vprašanja ne bomo prišli nikamor. Ne gre za to, da imamo na svetu premalo, gre za to, da je to neustrezno razdeljeno. In zdaj vam pravim, zato bi bilo pričakovati, mislim, zdaj potem pa berete Varoufakisa javke, se beremo, ampak veste, potem pa se stvar neha tam, kjer se tudi Piketty neha, in to je pri veri, da boste racionalno dopovedali kapitalu, da vendar je to v njegovo korist, da naj on prerazdeli profit. Zdaj je socialna zgodovina kapitalizma kaže, da kapitalu se ne da nič dopovedati. Kapitalu se da izsiliti, edini način, In ko so bile vstaje, takrat sem jaz to povedala, ampak seveda ni me naletelo na kakšno posebno navdušenje. Zdaj smo samo še pravzaprav 2 koraka od tega, da v Sloveniji lahko to prerazdelitev dosežemo. Ustavimo družbo za 14 dni ali pa za 3 tedne in bodo multinacionalke ugotovile, da pač jih to več stane, kot pa če plačajo socialno državo Slovencem, ker to je naša prednost. Mi smo mala država, torej smo zastojni pravzaprav, Zdaj drugače je, če gledate ZDA, Ampak seveda, potem je pa prišlo na delo tisto, kar me je pač vprašal. Vsaka skupina misli samo nase, skupine so med sabo skregane, on je meni rekel takrat to, on je meni punco prevzel, ona je rekla moji ženi to, je bilo tako. Jaz sem potem pač ugotovila, da to pa zdaj je zelo hudo, se je pač končalo, kakor se je končalo, razumete? Ker pač mi lahko na individualni ravni prakticiramo taktike in strategije, jaz jih prakticiram, vse stvari so stare ne vem kako dolgo in jih nosim dokler ne razpadajo, torej jaz že prakticiram trajnostni razvoj kar nekaj časa, ampak zdaj hočem reči, ampak to seveda ne reši ključnega problema, ključen problem pa je, da se bogatstvo in moč bi rekla, blazno hitrostjo kopičita v vedno manjšem delu prebivalstva tega planeta in to je temeljni problem, in tu gre za problem prerazporeditve
bogatstva, ki je vključen in ki ga zdaj pač tudi tisti, ki bi radi reforme kapitalizma izpeljali, razumejo sam pač. Oni naivno mislijo, da jih bo kapital tudi razumel. Razumete, jaz vedno pravim, kapital je plačal samo eno stvar in to je bil socialni mir. Torej, socialna zgodovina kapitalizma kaže, da kapital plača samo eno stvar in to je socialni mir. Torej, ker pač ne more funkcionirati, če ni miru, torej je treba nehati delati mir. Mislim, stvar je jasna. Ne? Ja, mislim, ne. Zdaj ni treba delati revolucije, ampak ne, obstajajo mirni načini, Gandhiči, ne, torej obstajajo druge strategije, ampak hočem reči, treba je nehati sodelovati, ne? Mislim, kako naj vam rečem, jaz sem zdaj v tem duhu dala recimo odpoved na mesto profesorce na univerzi v Ljubljani za nedoločen čas. Ker sem skajala, že nehala sodelovati s tem do nadaljnega, ne? Ampak, ne, razumete, ne, zdaj... Torej jaz še enkrat, če sem merilce, prosim, da so natančni, da pridejo ljudje tudi do možnosti. Drugače pa naslednje vprašanje, prosim. Aha, tam je eno roka dvignena, ja? Aha, ok. Gospod, bomo vas pa naslednjega, prav? Ja. Zala Turšič, vprašanje imam za gospoda Pogačarja in sicer ne bi mogoče lahko rekli glede na različne ukrepe ministrstva in dokument za dostojno delo, da mogoče bolj normalizirate prekarno delo, kakor pa da ga poskušate omiliti. Bom kar dva primera omenila. Po eni strani ta subvencija za samozaposlovanje ni nevredna, pač gre v bistvu za definirana je bila posebej kritična skupina, visoko izobražene mlade ženske in se jih zdaj subvencionira, da grejo v samostojno podjetništvo. Druga stvar je pa nezakonito prekerno delo, ki ga omenjate na način, da ga je treba res preganjati, ampak ne bi rekla, da je to mogoče razbrati iz tega dokumenta. Omenili ste, da je 80 inšpektorjev za delo, ampak zavedati se moramo, da večinoma so težave z nadzorom delovnih razmerij in teh inšpektorjev so polovica manj, okoli 40. Ko pa v dokumentu za dostojno delo identificirate težavo in sicer, da je premalo financiranja za inšpektorat, bom kar prebrala, da ne bom kaj narobe povedala, piše pa, s precejšnjo gotovostjo je mogoče trditi, da bi izdatnejši kadrovski in materialni viri najbolj neposredno vplivali na večjo učinkovitost nadzora na terenu. Vendar je treba uresničevanje navedenega ukrepa upoštevati tudi v luči zmanjševanja javnih izdatkov in restriktivne kadrovske politike v javnem sektorju. Tako da me zanima, kje je ta čas, ko bomo prišli to točko, ko nas omejujejo take stvari in ko bomo res začeli govoriti o preganjanju prekarnosti in ne samo normalizaciji. Ja, me zelo veseli, da ste pozorno prebrala dokument za dostojno delo. Jaz mislim, da smo v tem dokumentu res želeli analizirati stanje, vzroke, kar nekaj, vi ste sami na par ukrepov. In na podlagi tega dokumenta za dostojno delo so pripravljene zakonske spremembe 3 zakonov, zakon o inšpekciji dela, zakon o delovnih razmerjih in zakon o urejanju trga dela. Naslednje, kar je, eden izmed ukrepov je povečanje števila inšpektorjev. To je, bom rekel, permanentna zahteva Ministrstva za delo proti Ministrstvu za javno upravo v okviru kadrovskega načrta in vsaj za enkrat si štejemo za uspeh, kljub temu, da za vas to ni uspeh, ampak če recimo pogledamo, da se v upravnem delu ministrstva na vrhu število zaposlenih v 7 letih zmanjšalo za 28%, je na inšpektoratu za delo ostalo število inšpektorjev praktično enako. Tako da v luči tega mislim, da je ministrstvo uspelo ohraniti število inšpektorjev vsaj na isti ravni, zagotovo pa imamo ambicijo, da bi jih imeli še več. Ne pozabimo, za zakonom o inšpekciji dela smo uvedli tudi tako imenovane pomočnike inšpektorjev, ki ne rabijo imeti izpolnjenih vseh pogojev, lahko upravljajo določena preiskovalna dejanja, ne morejo pa sankcij izreči in tudi projekt teh zaposlovanja, teh pomočnikov kot nekih mladih pravnikov za pomoč na delo na inšpektoratu je v programu. Bom rekel, vaša zahteva preko mene naj se prenese na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, da ne bo več potrebno varčevati. Tukaj se strinjava. Vprašanje pa seveda, povem pa vam, lahko bi zaposlili
če želite 1000 inšpektorjev, ne, zagotovo bi bili uspehi, ne more biti pa to edini ukrep in tudi ni. Ja, gospod je že prej... Moje ime je Tomaž Žavbi, vprašanje ima za gospoda Gašarja. Ja, ni to čudno, vi ste strani vlade, ne, vi imate moč, ne, če ostali se pa borijo, ne, da bi dosegli svoje zahteve, normalno informacija je iz prve roke pri vas. No, zdaj, kar se tiče vprašanja, pa naslednje, ne, vi delate na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne, tudi enake možnosti in v smislu tega imam vprašanje v zvezi z univerzalnim temeljnim dohodkom. Kot ste prej omenili, ne, niste poznavalci univerzalnega temeljnega dohodka. Vendar je pa, glede na to, da je Slovenija po nekih pokazateljih med 30 najbolj razvitimi državami na svetu, da smo v klubu, rečemo, bogatih držav, gledajte, imamo 300 000 z nizkim cenzuzom, seveda, revežev v Sloveniji, ne, na robu preživetja, ali pa pod njim, ne, ogromno število otrok, seveda vsaka družina, ali pa veliko družin ima otroke, ne, ki so tudi že zaznamovani z revščino in njihova perspektiva, to se pravi, rečemo, potencial, družbeni potencial, če strogo ekonomsko izrazen, je seveda vprašljiv, to je zbudna tudi družba, ne samo, da gre za enormno trpljenje. In zdaj vprašanje, konkretno, sistem socialnih transferjev se je izkazal za popolnoma neustreznega v tem času, ker če bi se izkazal za ustreznega, ne bi prihajali do teh težav, ne. Sistem univerzalnega temeljnega dohodka ponuja nove rešitve in leta 2010 je dr. Valerija Korošac naredila študijo o univerzalnem temeljnem dohodku, ki očitno je niste uspeli še prečitati, ne, prav tudi niste poznavalci tega, ampak recenzijo je naredil prisotni gospod Menzinger, do danes pa še niče ni vrgel rezultatov te študije, ki bi lahko reševala problem najbolj ranljivih skupin v tej družbi. Pa me zanima konkretno vprašanje, zakaj se vam to ne zdi pomembno, ali pa vse to pomembno, da bi se o tem poučili. Dobro, glejte, gospod, ne vem, zakaj sarkazem, če rečem, da nisem poznavalec univerzalnega temeljnega dohodka. Pač iskreno povem, da nisem poznavalec, ne, a ni bolj, da povem, kakor da govorim pa ure o njemu, pa ne, se strinjava. Morda samo tole. Kot ste že povedal, sistem socialnih transferjev ste rekel, da ni učinkovit. Ne pozabiti, sistem socialnih transferjev, revščina v Sloveniji, če ne bi bilo sistema socialnih transferjev, bi bila veliko hujša, kot pa, ne vem, ali je univerzalni temeljni dohodek pa tak, da praktično revščine več ne bi bilo. Ne vem, imate tak koncept, se pravi, težko komentiram. Zagotovo pa mislim, da sistem socialnih transferjev v tej državi ni tako neučinkovit, kot ga nekateri želijo prikazati. Glede na to, s kakšnimi sredstvi, koliko ljudi zajame, mislim, da je tudi dobro targetirati. Seveda pa se bomo vsi strinjali, da bi bilo dobro, če bi bilo sredstev za socialne transferje še veliko več, to je pa logično. Hvala. Ok, zdaj se nam čas počasi izteka, tako da bi še zadnje vprašanje, potem pa... Nekaj dodam, ne. Gre za problem vrednostnih sodb. Ekonomsko so stvari rešljive, ampak vrednostne sodbe so iz države do države zelo različne. Deloma se kaže o tem, kakšen je delež javnega sektorja, to se pravi, koliko se preliva preko javnega sektorja bruto domačega produkta. V Skandinaviji to normalno 55%, v enako razvitih združenih državah Amerike je 33%. Slovenija ni tu nikakršna izjema, je nekje tam, kamor sodi po svoji razvitosti, približno 44%. In seveda ta univerzalni temeljni dohodek je pa nekaj vmes med tistem, kar bi rekel komunizem, vsakomor po potrebah, pa vsak po svojih sposobnostih in socialno državo, kakršno pač imamo. Nažalost se od socialne države, ki smo jo imeli, umikamo v drugo smer. Ok, zdaj pa zadnje vprašanje, pa velja samo en odgovor, samo od nekoga, samo od drugega, ki je usmerjen. Skratka, ja? Mislim, da je predzadnje, če lahko Meri Sarajlja. Jaz bom pa naslovila na gospoda Funkla. Najprej
Veseli me, da se je prekariat končno začel povezovati. In sicer moje vprašanje je, če ste razmišljali o pravni zaščiti prekariata, namreč kršitve so znane in vemo, da zakonodaja ni naklonjena prekarnim delavcem, nedelovna, neobligatorni zakonik. Kako razmišljate v dialogu, seveda z državo, doseči zaščito malega človeka? Vsekakor moram povedati, da je en od korakov v pravo smer zakon o inšpekciji dela. Se pravi, če je en novinar na RTV Slovenija bil v prikritem delovnem razmerju kot SP, ker je delal za enega naročnika pod njegovimi navodili v njegovem prostoru, da je to absolutno nujno potrebno in to smo prosili ministrstvo že več kot leto in pol. In to se mi zdi težava, da se tako počasi premikajo stvari. Vsekakor pa želimo tem prekarnim delavcem dati možnost tudi brezplačne pravne pomoči, se pravi pomoči, in prek sindikata tudi brezplačnega pravnega zastopanja, okolikor se delavc želi iti v tožbo proti nekomu. In moram v bistvu tukaj samo še dodati to, da smo za eno našo anketo ugotovili, da je velika težava prekarcev je plačilna nedisciplina. In da bo treba tudi na tem, to je v bistvu bila največja težava, ki so prekarci izpostavljali, ker 60% ljudi, ki dela v prekarnih oblikah, ima težavo s tem in ti delavci so praktično nezavarovani. Tako da jaz mislim, da kar se tega tiče, bo ena od prvih stvari, da se pogovarjamo, kako te delavce zaščititi. Še dve repliki sta, pa končam. Replika, pa jaz sem danes gost tukaj. Rekel sem, da nisem poznavalec univerzalnega temeljnega dohodka in nisem tudi povedal svoje mnenje. Pravkar je bil objavljen tweet, kjer je citiran Peter Pogačar in je rekel, iskreno povem, o univerzalnem temeljnem dohodku nimam pojma. Tega nisem rekel. Jaz sem želel zgolj v zvezi z pravno zaščito, tudi to, kar je bilo rečeno, kar se tiče delovno-pravne zakonodaje. Recimo, eden od razmislekov in predlogov je bil, namreč dejstvo je, da sodno varstvo verjetno pogosto ni učinkovito. Čeprav sodna praksa je zelo jasna, kar se tiče prikritih delovnih razmerij, en kup sodbe, ki jasno pritrjujejo, da če so podani elementi delovnega razmerja, sodišča praviloma grejo nasproti delavcev, ampak dejstvo je, da to traja, dejstvo je, da je to povezan stroški in tako naprej. Eden od razmislekov, ki smo ga tudi predstavili na ekonomsko-socialnem svetu, je bil, glede na to, da se določene rešitve povzemajo po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, je na primer domneva obstoja delovnega razmerja. Ker bi v bistvu lahko inšpektorat, če bi ugotovil, da obstajajo elementi delovnega razmerja, se domnevalo, da je delovno razmerje, da obstoja, in bi potem delodajalec preko lahko potem v sodnem postopku dokazoval, recimo, da pa delovno razmerje ne obstaja. Verjetno bi imel težave dokazovanja v številnih primerih, kjer so dejansko podani elementi delovnega razmerja. Tako da tukaj mislim, da so rešitve, ki bi lahko prinesle, po moje, dosti učinkovite rešitve za tiste, ki so v takem položaju. Torej, prekarnost je izziv, ki bo s časom pridobival na pomenu in teži. In to kljub optimističnim napovedim Zavoda za zaposlovanje, namreč, da bo čez 10 let več povpraševanja po delu kot delavcev. Zaradi trenutne gospodarske rasti je resnost položaja morda manj očitna. Bo pa prekarnost ostala izziv, problem in rastoč pritisk, ki se bo širil, dokler se ne bo na evropski ravni zgodila sprememba. Zato pa je potreben pritisk v vseh in v vsaki članic. Akcije, ki so potrebne, da bi se stvari začele izboljševati, bomo intenzivirali in jih poglobili. Podobne dogodke bomo organizirali tudi v drugih koncih Slovenije. Vabimo vas, da se nam pridružite pri razmisleku in pripravi aktivnosti. Potrebujemo konkretne izkušnje, predloge in ideje. Posnetek okrogle mize bo objavljen na spletni strani, dostopni pa bodo tudi intervjuji, ki bodo narejeni danes in krajši vsebinski povzetki pogovora. Naj se vam ob tem trenutku zahvalimo. Hvala gostje,
hvala snemalci, hvala udarniki, ki ste pa nesli stole in vse ostalo zorganizirali, hvala tehnična ekipa, hvala partnerji in hvala vsi, ki vam je pomembno, kako prekerci žive. Lep pozdrav, nasvidenje.